meni se je zdelo tako, kot da bi prišel na svet otrok ene swingerske hiše, ki je težko noč preživel z vsemi italijanskimi modeli. Če se igraš z genetiko, pridejo tudi odkloni. Pa če tle sploh genetike bloni pizda. Stari mi, da so stepla danes, presežem pizda. Takrat je bila največja vojna okrog tega, sem bil jaz na Kitajskem. Iz gorega na loše. Kurva sem se napakiral, čestno. Ok, Jure, daj povej mi kaj. Jaz sem Ciril. Dobar dan, evo. Dobar dan. Hello. Jaz sem začel snimat. Sam fotoaparata nis pritisnil, ne se si. Sem. Ne me zajebavati. A lahko odprem? Ena in edina. Kaj? Kamera. Ja, ena kamera, ker smo sami. Kam ne izumam, stari? Zihar je zihar. Nikot ne pokriva. Ja. A lahko jaz bom kar povedal, no. Daj, povej. Imam še eno novico za Jureta, ki bo ful vesel, ne. Čakaj, se bom dal na potiham. Za nami je izredno pester dirkaški vikend, drugače. Ja. Da veste, ne vem, koliko spremljate, koliko ne spremljate. Moji so zmagali 24 ur za začetek. Ja, Toyota pa ona je brisačo poslala za upravičenje. Ja, to se hotel reči. Pa Luis je zmagal. Sem džabe, tu ne moreš ukrast, pa jaz tu ene poznam, ki tako Pa naredijo, takega ti ne poznaš. Ja, ukrade, pa no. Ne, sem si sposoben, par takih poznam. Tu je kriminaliteta v pedoku. Pa takega ti ne poznaš, je zmagal. Ja, sam da povem, no, o čem govorimo, Kim Kardashian je zanč po nesreč odnesla, Jure prav, da zanalaš brisačo Kimiju, pa se ta brisača iskala in pa je dala zvest from kako že Kim to Kimi, ali to Kimi from Kim, v glavnem te. Antineliju je čist podrla ritem. Ja. Pajsno. Pa Luis je prinesel Ferrarijo zmago prvič po skoraj 600 dneh, če se ne motim. Jaz nisem sicer navijač Ferrarija v formuli, ne? Ti naslednjič usun... Kim? Kim, ne? Lahko sunaš... Ne, to je nasilje, rodi nasilje, kam gremo zdaj? Se mora nehati. Ne, Ciril, ne. Vrgla ga je iz zmagovalnega ritma, ne? Ja, ampak a ti veš, da se... Mogoče se dama zna obnašati v Hollywoodu, ne? Pa še tu je po mojih standardih zelo vprašljivo, ne? V pedoku se sigurno ne zna obnašati, no. Ja. Jure, to sem za vikend filmček poslal, pa se je odločil, da ni to. Kjer ga, te prvega ni ga. Veš. Ker ni bil Hollywood produkcija. Je pa Kimi ni bil v vodstvu, ne, ker se moj avto pokvaril, ne. A veš, da se moj avto pokvaril? Ja, Ciril, sem spremljal, ker sem vedel, da ta brisača bo imela posledice. Nehaj. Ne, dvigen Mike. Dobro, da nimamo te kleptomanke, ki bi nam podcast ukrala, mislim, mikrofone, no. Ej, daj ti dvigen Mike protostom. To bi pa govoril tišino, tako bi govoril, če bi imel To se zdaj itak nič ni slišal. Ja, sej to. Ej, a ti lahko dvigneš Mike proti ustom? Ja, a tako, Ciril, v redu. Super. No, to sem sam hotel povedati, da je Kimi dobil brisačo nazaj. Ne. Novo. On je dobil, ukradeni ni dobil nazaj, ne? Ja, ok. V glavnem, apropos Ferrari, jaz nisem fan njihove Formula 1 ekipe, mislim, vedno sem navijal za druge. Jaz pa sem fan njihovih voznikov. Ja, kaj Kimi vozil sem bil, ampak ta drug Kimi. Ostalo pa mi je... Ta originale. Ja. Za Šumija pa nikoli nisem bil, no. Ne, to pa tudi. A ste vi za Šumija navili? A ste ti kdaj gledal Formula, Jerry? Zdaj jo gledaš? Ja, zdaj jo gledam. Takrat, kaj Šumi vozil, še ni vozil, nisem gledal Formule. Ja, kaj pa vem. Hotel sem reči, da nisem fan njihove F1 ekipe, sem pa fan njihovih cestnih avtov. In v tem trenutku sem se spomnil, da sem pozabil beležko, kamor sem si par stvari zapisal. Dej sebi, greš po mojo beležko, prosim še, ker sem si zapisal par stvari. Mislim, a si rabaš v tistem, o čemer hočeš povedati, kaj zapisati, drugač? Ne, zato ker bom malo širše odprl temo, zato ker je bil pester avtomobilski mesec, sem prepričan, da ste tudi vi 4-3 uč vrgli, zato ker v enem mesecu so se zgodile 3 kar sporne premiere, seveda je bil Ferrari luče pomeni svetlobo, je bil daleč najbolj sporen, ampak ne smemo pozabiti, da je Mercedes predstavil tudi AMG GT-ja. Pa ravno, ko smo bili mi v avstrijski Idriji, ko smo se s KNC-jem vozili, je BMW predstavil tudi... Rabiš sončnik tudi? BMW, ne rabim sončnika, BMW M koncept. Za meni hudo zgleda svin. No, evo, pa lahko s tem začnemo, stari. A ste videli ti avto? Ja. BMW je bil zdaj zadnji od 3, ki je predstavil
kar se mene tiče, še najmanj sporen avto, tudi oblikovno. Ta BMW M koncept je meni recimo dobro zgleda. Mislim, zgleda mi agresiven pa napadalen, tak, ker se mi zdi, da Tako kot M mora izgledati. tako kot M mora zgledati. Zadnje vprašanje, kakšen bo serijski? Ja, mislim, pravijo, da bo, seveda se vsi pizdijo, da je zdaj to električen koncept in da bo električen M3, ampak če jaz prav razumem, BMW usporedno razvija tudi bencinsko izvedenko z nadgrajenim vrstnim šestvaljnikom. Mislim, turbo. prav gotovo bo plug-in hibrid. Jaz sem Seveda, skoraj tako kot pri prepričan. Mercedesu, ne? Ja, pa tako kot pri BMW-ju M5, ne? Ja, tako je. Verjetno. Pa preden bomo spet vsi v zrak skočili, ne, zakaj moramo imeti zdaj elektriko? Ja, zato, ker pač tudi velike avtomobilske znamke ne morejo take modele delati. Mislim, da je bil en preračun, če ne celo v našem tehničnem podcastu, ne me čisto besedo držati glede cifre, ampak tam okrog se vrtimo, se pravi, če bi Dacia Duster obdržal kardan, novi Dacia Duster, pa imel samo 1,2 litrski motor, pa mehanski štirikolesni pogon, da kazni, ki bi Bruselj šel glede emisij, da bi tak avto stal za ljudi 40 jurjev. Pol veste, zakaj pač tudi vse te velike in pa tudi izven serijske športne znamke morajo razmišljati o Elektriki in elektrifikaciji. hibridizaciji. Ja. Zato, ker so jim nataknili take položnice, ki se jih ne da drugače plačevati oziroma pokrivati, da bi te znamke ostale nad vodo. Se to je čisto simpel. Ja. Temu se reče ekonomija, pa temu se reče pač evropska politika. A veš, da je bil zdaj ta električen koncept, da je bil to en redkih trenutkov, ko sem jaz pomislil, da je pa to res, ker pač njihov BMW model slovi po tem, da se njihovi avti pač do zdaj se je čisto vsak dobro pelil, tudi če so bili veliki pa težki. A veš, ne smemo pozabiti, da je kakšen težek M že prišel pred temi, ki je zdaj plug-in, pa še kakšni drugi. Ne. Včasih 6 km, ki je bilo to na 800, smo sam debel gledali. Da je Pa to res... XM label. Ja, dobro, ta pa je kontroverzen. Ne. Je pa, ne, kaj sem hotel reči, da je to res priložnost, da pač se igra razvije naprej, ker sem prepričan, da zato, ker se bo moral električen M3 dobro pelati, da se bo zaradi tega boš pelil tudi plug-in hibrid, ne. Ker bo pa najbrž zadnji krik v M obliki na bencin. Dejstvo pa je, da boste pomerjeni, da v M-u ogenj še ne bo ugasnil, že zaradi tega, ne, ker so v Ingolstadu naredili RS5, ne. Ja. Je jasno, da pač... A ste videli kaj klipe, kako driftajo z njim, pa kako se avto pele? Ja. Folk je kar navdušen, no. Jaz sem kar trzno, ko so pod ruho luči priškar. Ti na te stare trike, a? Ja, ampak da Ja, se je seksi. zgleda za popizdi, da meni osebno. Ne? Je pa jasno, da ima vsak oči svojega malarja. To pa ne Apropo moremo- BMW so presekali Toyoto na Le Manu, ne, so bili drugi. Prvi pa tretji Toyota, ja, drugi pa BMW, pa Cadillac je še dobro kazali. No, ok, kva pa, a vam se M zdi, kot ti si rekel, Jerry, ti ne zgleda dobro M, ne? Ne, meni dejansko zgleda pač izmed teh treh daleč nekako najbolj normalen, ampak meni je v bistvu ta njihov oblikovni jezik mi je drugače kar všeč. Pač paše trojke. Ja, hud je, agresiven je. Ja, pa te rumene lučke, mislim, za moje pojme pač top zgleda. Ne? Pa zadnji ima ful lepo integriran spoiler. Apropo spoilerji, Mercedes je dal, kar izogibam se tega lučeja, ampak en teden pred lučejem je Mercedes dal ven pa AMG GT, to je pa tudi, bom rekel, štromar, ki ima tudi že neko zapuščino, ne, v smislu AMG GT modela pred njim, ne, ki se ga je folk hitro navadil, pa je bil tudi velika pa težka ladja. Pa sem šel pol vseeno malo podatke, ne, pa dajmo najprej oblika. Vsi pizdijo ta avto full grd. Jaz moram pa reči, da meni do zadnji, pa zdaj se bo pogrombo, ampak meni avto do zadnji kar redo zgleda. Ne? Seba, nisi za? Ne, nisem za. Niste za? Spredje je bila kena riba, no, zadnji mi pa dobro zgleda, no. Mislim, tako... Glih od zadnje ne zgleda. A res? Malo zgleda kitajski s temi krogci, ne vem kva še, v bistvu zgleda kot nuklearen znak, veš. Ja, mene pa všeč, ne vem. Glede na to, da imamo enega Mercedesa doma, če bo šlo to v to smer. Ja, se je pa Mercedes ful potrudil z par drugimi detajli, ne. To je prvo avto, to smo sicer videli že na par konceptih, Minger je tudi pri Oplu, se mi zdi, ko smo bili v Münchnu, sem to videl pri enem Oplovem konceptu, ki ne vem, ko se imenuje, da je to prvi serijski avto na svetu, ki ima aktiven zadnji difuzor, ki prije ven za, nam rekel pol metra, ampak tako za 25 centi zihar. Pol ima tudi
To so pa zdaj, pa pridemo že do kaj je že Hyundai, ki je pokazal, da boš lahko simuliral šaltanje. Ko boš teru, bo vsak sedež, tudi zadnje dva, v telo probo dostaviti neke vibracije, ki ti bodo dale občutek, da furaš avtomobil z benzinskim motorjem. Tako pač, a imamo kakšen odziv, fantje? Ne vem, a je to treba? Ja, ne vem, pač treba je, jaz cenim trud, da probajo približati izkušnjo električnega avtomobila tudi tistim, ki pač mogoče pričakujejo nekaj drugega, pa so dobili nekaj, kar si ne želijo. Ne? Vem, ampak sej, če ti veš, da se usedeš v električen avto, Ja. a rabiš vse to, da te spominja, da ne sediš v električnem Ja, ne avtu? vem, pri Hyundaiu recimo meni to deloval. Jure, tepe pil voda to, da oni ponazarjajo šaltanje, pa tudi blokado, če si ti dal v manual, ti ne moreš iti v naslednjo v navednicah prestavo in ti blokado tolče. Meni je bilo to všeč. Ta zvok itak To je pa noben ne sfura dobro. Tudi Hyundai, ki je dobro naredil v resnici. Ja, to. sam pri Hyundaiu je bilo to en drug pedigrej, ko oni so rekli, mi bi radi naredili najbolj zabaven električni avto na svetu. Ne najhitrejši, ne najzmogljivejši, ampak najbolj zabaven. In zaradi tega bi ga radi naučili se obnašati tako, kot da ga žene na ogenj. Ne? Ja, samo je uspeh. Ampak pri Mercedesu imam pa jaz pač pomislek, ne? Ker če imaš ti tako široko paleto, pa tak diapazon genskega bazena, iz katerega lahko ti elektriko odpeleš na 1001 način, se mi pa zdi ta pripomba, ki jo je sebe dal, zelo smiselna. Zakaj na vsak način pri takmu super zmogljivemu električnemu avtu zdaj potegniti nazaj vse tisto not, kar so imeli njihovi super zmogljivi bencinski avtomobili. Ja, ne moreš iti iz čistega groma na popolno Ja, zakaj pa tišino v ne? sklopu enega avta. Zakaj pa ne? Ja, ne vem. Pa bi moral biti pa drugačen. Čeprav, Ne vem, no. čeprav je pa res, pa ne vem, kako sta vidva to dojemala recimo v Hyundaiu, ampak če si dal v Hyundaiu N5, ne? Ja. Ioniqo M5, zvok, Ja. so možgani vožnjo drugače dojemali. Ja, možno, sam pač. V kombinaciji s tem menjalnikom, pa vse, Šaltanjem, kar je pač Hyundai naredil. Ja. Mislim, ne vem, če bomo atmosferci v roke dobili tega Mercedesa, sploh da bi lahko primerjali. Ja, valjda ga moramo, se bojo potrudili. No. Ja, dobro, jaz ne verjamem, dokler ne sedem, pa dobim volan v roke. To je prva To je res. stvar. Ne? A veš, A volan pa manj. Volan imajo. druga pa, kar je meni pri tem avtomobilu zelo iskreno bilo, je pa to, da če pa ti nasmejiš voznika Formula 1, not, pa niso bili to taki zaigrani nasmehi, ne? Ker ne vem, če ste videli une prve klipe, ki sta gas pritisnila na oba šoferja Formula 1, se pa vidi, da so naredili orang elektroudar. Ne? Ja, pa se ima daj, skoraj 1200 nekaj konjev, me zanima. to že je. Kaj? Gas pritisnila. Kva sta pritisnila? Je pač stopalko za Šteker. pospeševanje. A tako bomo rekli? Ne vem. Ne, daj, zanima me, kako bomo rekli. Ja. Trofazni šteker sta zahodila. Ne? A veš? Pa še en Pač- fun fact, avto ima Venturi kanal spodaj, se odpre en hodniček za luft, pa ga pa malo bolj pritisne v tla. Ampak tudi mislim, da to ni novost pri Mercedesu, da to že prejšnji. Prisesa, ker Prisesa. naloga difuzorja Ja. Ciril, Ja, ki ga da. podaljšaš, je, da črpa zrak izpod avtomobila. Ja, ampak jaz nisem rekel, da je to difuzor, ne? Prej si v difuzorju razlagal. Ja, ampak zdaj ti pravim pa, da Ja. eno je difuzor, ki poskrbi zadnji, da gre zrak. Ven, izpod Ja. avtomobila. Ja, no, ta pa odpre en hodniček, en kanalček, tako le gre dol Ja. in ga pol, ne, ker zrak seveda vmes pospeši, ne, ga pol mečken dol da. Ja. No to. Pa skrbi za dodatno smerno stabilnost. Tudi. Ja, tudi pa bolj ga prisesa, kot si rekel. No, v glavnem. Ali zdaj še tega lučaja oddelamo, ker vem, da mogoče folk tudi malo pričakuje naše mnenje, pa tako. Pa bi jaz najprej ta najbolj sporno stvar povedal, ker se bo moja folk užgal, ampak meni je notranjost zelo všeč. Meni se zdi, da ima ta notranjost, meni se zdi posrečena, ne zdi se mi sporna, zdi se mi, da ima super retro pristop. Vem, da je pač gre folku v nos, da so mogoče kakšni detajli pa okrogline, ki so v tem avtu, da pripadajo mogoče Appleu, Absolutno. kar je čisto ok, ker je pač tukaj Johnny Ive z tega studia Love From skupaj z, kaj že tega pa vedno pozabim ime. Johnny Ive, pa kaj ta drug, no? Mark neki, no? Mark neki. Tista. Glavno meni Mark Newsom, no? Meni je noter všeč zaradi volana, zaradi rešitev, tudi nisem proti zaslonu, ki si ga obrneš, nisem proti fizičnim stikalom, ki krasno izgledajo, spogledovali so se s helikopterji in jaz, ki sem objavil en tekst, besedilo, ki je sicer sem pizdil nad avtom na Facebooku, mi je takoj na Instagramu poslal en prijatelj, en šofer helikopterja, pilot, mi je poslal zračnike iz njegovega
iz naše delovne mašine, ki so identični kot te v Ferrariju. To se mi je vsem pa kar kul zdelno, pa vsa unastikala pa to. Tako da pač, kar se kabine tiče, kar se dizajna tiče, pa stylinga, je meni to všeč. Le, jaz mislim, da to, ki jih bojo naredili, so jih že prodali. Jaz mislim, Glih da zaradi ne. tega. Ma ne, daj nehi. Glih zaradi tega boš videl. Pa ne rečem, da mi je všeč, ampak 100%. Ja. Tisti, ki ga bojo lahko kupili, ki so pač tok in tok Ferrarijev že prej kupili, ga bojo tega takoj kupili. Jaz mislim, da če bo zato, da kdo ga bojo hotel imeli. kupiti naslednjega, ne vem, kjer ga bo moral kupiti tega tudi ne. Jaz mislim, da gre v kontrasmer. Sam Bomo rekli so, da ne. Ja, rekli so, da ne. Rekli so. No, se bomo videli. No. No, pa pridemo še do zunanje oblike, ki je pač drugačna. Jaz vem, da se Ferrari, tako kot Stewart rekel, ni mogel izogniti temu, da so naredili električen avto, čeprav Lambo recimo je tukaj ročno zategnil, pa niso tega naredili, pa so imeli v planu. A ne? Pač meni, zdaj že en mesec od tega, meni avto še danes gleda tako grozen, kot ta prvi dan. Jaz mislim, da sicer pri obliki je težko soditi. Verjamem, da je ta avto narejen za čist drugo publiko, za čist druge ljudi. Vseeno pa mislim, da pač je imel Ferrari prazen list, pa je... A veš, zdi se mi, da so prišli do Iva pa Newsma, pa so rekli, imate 100% svobodo in mi bomo podpisali, kar boste naredili. Škaj, meni se zdi, da ko so ta avto naredili, so imeli še zmer prazen list. Mislim, stari lej, sej je, ki je una novinarka ena, ki v bistvu ni iz avtomobilizma, je naredila en tak 45-minuten podcast z šefom oblikovanja pri Ferrariju, ki se mi je zdaj ušlo ime, pa Johnny Ivom, in ki je ona rekla komentar oblike, je on lepo sam rekel, no nekaj rampove. Tudi šef Ferrarijevega dizajna ni zdržal disa med vrsticami, ki je tako, kaj je on rekel, no ti povej. Ne moreš ti imeti ljudi, ki oblikujejo take Ferrarije, kot so tudi te sodobni, meni se zdijo lepi, pa naslednik Testarose, pa F80, pa Dodžiči cilindri, pa vse to, kar danes obstaja. Ne mi reči, da si niso vsi Ferrarijevi oblikovalci, ki so izjemni v tem, kar počnejo, da se niso za glavo prijeli stari. Oni so morali imeti interno, so morali imeti hude bitke. Oni so pa po mojem naprej rekli, tako kar bo, to bomo podpisali. Jaz ne vem, kako drugače se lahko luče zgodi. No? Kva? Ne, tako Pač jaz ni ne zdržal vem. dis med vrsticami. Ja, pač, to je pa tako malo italijansko, kadar se neki fajn zezne, se bomo raje umaknili, bomo zbežali. Ne? Ja, ne vem. Kaj je, mislim, če je podpisal, pa naj razloži, ne, veš. Ja. Mislim, da je ta Ferrari je bil požegnan ne strani tistih, ki jim gori srce za to, ampak strani upravnih odborov, pa shareholderjev, pa tistih, ki nekaj veljajo, pa štejejo. Ne? Tistih, ki mogoče ne bi smeli toliko vplivati na to, kaj Ferrari da ven, kot znamka ikonična, ki je vedno nekaj veljala. Ne? Pa podčrtam s tem, da razumem, da to ni avto za tiste, ki so do zdaj kupovali te Ferrarije, ki jih vsi poznamo z benzinskim srcem in tako naprej. Pač jaz... Pogrom se je zgodil, cel svet pa že en mesec govori o tem avtu. Ne? Pa, A veš, Ja, sam ni vsa publiciteta pozitivna. Ne? ja? Je pa. A Testarossa jo je imela? kjera? Vso pozitivno publiciteto, ta prva Testarossa, ki je vam prišla. To ne vem, mene ni bilo takrat. Ne vem, če je bil problem. Drugi so bili problem. Daytona je bila sporna, recimo. Tudi drugi so bili problemi, ampak jaz ti hočem nekaj drugega reči. Ampak Jure, to, kar je Ferrari sporenga naredil do zdaj, ni je mogoče na magnitudi od 1 do 10 sporno, je bilo mogoče 3 stari, no? Ne moreš reči, da je bila Daytona, da je Ferrari že v preteklosti imel sporne modele. Vsaka znamka kdaj da ven, kaj ni v redu, pa je sporno točen en dan, pa pol se pa folk pomiri. Stari, to sploh ne moreš primerjati model. Kva? Je dobro, Purosang je bil kar, ne? Ja, pa ni, pa tudi Purosang, stari, ni Purosang nekaj, kar bi... Lej, Ciril, da te pomirim. Tudi meni luče ni všeč. In tudi zdaj javno povem, jaz če bom zadev kdaj na Eurojackpot pri Ferrari, tu vam zdaj povem, jaz lučejo ne bom kupil. Ja, jaz mislim, da si ti ta zadnji, ko šlučejo kupe, da to vsi že vejo. Tudi Ferrari ve. Kar se oblikovanja tiče, je pa tu doba, ki ga živimo. Ne? Jaz ko sem tega lučeja zagledal, naj mi oprostijo vsi, pa jaz upam, da ne bom s koga s tem užalil, ampak meni se je zdelo tako, kot da bi prišel na svet otrok ene swingerske hiše, ki je težko noč preživel z vsemi italijanskimi modeli, od Lance do vseh ostalih, celo Fiatova Multipla je bila zraven. Hej! Ne? In rezultat je tak.
Če se igraš z genetiko, pridejo tudi odkloni. Pa če tle sploh genetike bilo ni pizda, no. Ja, oni trdijo, da je bila, ne? Ampak Nobene glej, genetike kjera? ni, stari. Ja, notranjost ima malo saj genetike, vidite, no. vsa- Samo iPhone je bil. glej, glede na to, da sem imel tako fakulteto, ko sem imel tudi genetiko, včasih v genetiki imaš dominantne pa recesivne gene. Dominantni so tisti, ki naredijo modrooke oči pri določenih pogojih, ki naredijo atletsko obliko. Recesivni so pa tisti, ki so skriti pa ob najbolj nemogoči kombinaciji izbruhnejo na dan. Tle ni, Ja, to je to. In jaz to čisto preveč osebno jemljem, stari. In to je pač luče. Ne? Jaz sem pa prepričan, da je tudi to res, ne? Da tudi za lučejo se bodo najdli kupci in tako, kot je povedal. Folk tudi drek prek neta prodaja, no, stari pizda, dej nehaj. Dobro, no, Ciril, no, prosto. zdaj si malo zadramatiziral preveč. No? Mislim, da se bo najdel kupci, tisti, Ja, ki bodo se bodo, hoteli ne. stopati, ker so attention seekerji, no. Ampak ko pa tega A, saj mogoče sem zdaj vse povedal. tega luče kot tehnički izdelek pogledaš, ne? Jaz bi ga sicer rad čim prej videl tudi v živo, ker me zanima, ker nisem tisto stikalo, ki si ti omenil, pa take stvari, ne? So tudi še kakšne druge rešitve, take, ki so totalno zanimive, ne? Pa tisti novinarji oziroma internetni guruji, ki imajo dostop do teh avtomobilov, bodo hitro tudi pokazali, kako gre v krokovinka. Ne? Mene bolj te stvari zdaj interesirajo. Ne? Kar se pa... Jaz to sploh ne dom. Jaz verjamem, da bo Ja. ta avto se krasno peljal in da bo čist možno, da bo postavil še nov standard na področju. Jaz sploh ne disam tega, kar avto zmore, stari. Okay, ti dam pa en izziv. Ne? Kaj je luč ali ta nov Jaguar? Ne? Pejce solidno, stari, no. Eno, vprašam. Ja, Jaguar prej. A ja? Ja, 100%. Ja, mislim, v Vsaj bistvu, ekstravaganten je. Veš, ta Jaguar vsaj polarizira. Je vsaj kontroverzen, kar pomeni, da imaš pro pa kontra. Tle pa ta Ferrari luč je sploh ni kontroverzen, stari, ker noben ni za. Jaz se čist preveč razburjam, stari. Jaz sem to pač osebno vzel, jaz vem, da je to, jaz se vse. No, V glavnem, Tak pač je. gospod neurokirurg naš za Ferrari, Matej Zajc, zdaj, kaj je luče prišel ven, tvoj Ferrari je svet več vreden, zato da veš. Ja. a veš, je kar hudo, če dajo ven render lučeja združenega z multiplo in pač dejansko zgleda full boljš. Saj sem povedal o recesivnih pa dominantnih genih. Ne? Ja, ne vem, lej. Jaz sem takrat se odklopil, ker sem jokal navznoter. Ker sem to razlagal. Dobro, se gremo lahko zdaj naprej. Mogoče pozivam vas, da poveste svoje mnenje, ker bi rad najdel odrešitelja, ki mi bo povedal, zakaj je to v redu, da je tako. Bi bil pa zanimiv en sociološki poizkus narediti, psihološko-sociološki. Ne? Če bi iz Maranela naključno poklicali 20 ljudi, pa rekli, 20 luče nam je ostalo, a ga vzamete brezplačno. Rad bi videl, koliko od teh 20 bi reklo ne. Sam tako v razmisli. Ja. Lej, dej, pejmo, pomakamo se stran, ker tle bi lahko zdaj živel na tej temi, ker imam jaz še marsikaj za zbruhati ven, pa bom raje se sam s sabo pogovoril v špeglu. No. Zadrž se malo, ne? Malo se zadrž. Kako ne se stari, jaz Ferrari, dej, ala seba, kje zbil ti, nareš povej, kaj si počel. Jaz sem čist zdaj ven iz Takrat, ko je bila največja vojna okrog tega, sem bil jaz na Kitajskem. Še dobro. Iz gorega na loše. Podcast gre v K, zdaj. Lega Cirila, kar malo te zgubo. Ne, vidim, da sem se vznemiril, sem se preveč, ker sem hotel še 100 stvari povedati o tem avtu, pa sploh ne morem, zato ker se kar tresem. No. V glavnem, seba, povej, kaj si delal na Kitajskem? Veš kaj, zdaj študiram, ne? Ker par let nazaj smo rekli, da nam grozi avtonomna vožnja, pa da nam grozijo električni avti, pa ne vem, kaj je bolj hujš. Ne? Ja. V bistvu, ja, sem se vozil Kdo te pa povabil? BYD. BYD, zdaj se tudi pri nas prodaja, tako da ga ne rabimo več predstavljati, čeprav gre za eno. Meni se zdi zelo uspešna zgodba tega BYD-ja. Vsi vemo, da je začel z baterijami, pa je pol začel prodajati viličarje, pa kamione, pa ladje, pa ne vem, avtobuse, pa ne vem, kaj vse zdaj pa še avte prodaja. Ampak, ja, zdaj sem se pa pelil
mislim, da je malo več kot pol ure z avtom, ki je pelil sem. In to na Kitajskem, v Shenzhenu, tam, ki je bil Edi doma, čist v normalnem prometu, pa po mojem je bilo kar skerino. Glej, če bi bili od tega trenutka vsi avtomobili avtonomni, če bi znali voziti sami, bi bil svet definitivno rešen pred vsemi nesrečami, nezgodami, žrtvami in tako naprej. Ker pa se to ne bo zgodilo še. Zdaj, grdo bilo, če bi rekel, upam ne kmalu, ne? Je pa to lahko kar stresno. Sicer imajo na Kitajskem en zakon, da morajo imeti, to si me tudi ti sprašal, vsi avtomobili, ki uporabljajo kakršnekoli asistenčne sisteme pri vožnji, morajo imeti zdaj po novem prižgane ene take zeleno-modre lučke, da ljudje okrog njih vejo, da se avto vozi s pomočjo asistenčnega sistema. In tudi ta, s katerim smo se mi smo se peljali z Denco, ki je pač podznamka BYD, oziroma podznamka je, ampak gre za prestižne avtomobile, ki se tudi v Evropi že prodajajo. No, in te avti so osvetljeni, pa kljub temu se je zgodilo, da se nam je 2krat skoraj 1 uro zaletel. To pa zato, ker ta avtonomna vožnja, se pravi 3. pa 4. stopnje, to zagotavlja zdaj en nov nanočip, ki ga je dal BYD ven, ki pričakujejo, da ga bojo prodajali tudi ostalim znamkam. In ta tehnika, te kamere, ki jih avto ima, valjda vidijo več kot človeško oko, ne. In po drugi strani se tak avto tudi veliko prevečkrat ustavi, zmanjša hitrost. Zaradi predvidevanja? Zaradi predvidevanja, ne. Zaradi predvidevanja, da nekaj gre lahko narobe, ne? Ja, ne. Zdaj, to je seveda dobro, dokler je ta avto sam, pa to predvideva. Ampak če se pa za tabo, pa le na Kitajskem promet ni glih prav redek, ne. Gostota avtomobilov je vsem kar na visoki ravni. In če se za tabo nekdo pele in se ta avto ustavi, zato ker on nekaj vidi, da bi mogoče ena miš iz kanala lahko prišla ven, ne, in se to ustavi, ne, bo on odzadaj kar krepko na sanku, ne. 2krat smo bili zelo blizu, v pol ure so nam kar naparkrat potrobili, ne. Tako da A si se počutil, a si želel, da bi bilo vožnje čim prej konca? Ne, to pa ne. Ker je vseeno zanimivo videti, kako v bistvu te elektronska pamet pele. A si bil sproščen? To pa čist. Lej, prvič zato, ker na Kitajskem ne vozijo hitro, tako da tudi, če bi se karkoli zgodilo, jaz mislim, da ne bi bilo zelo hudo. Lej, ne rečem, da ni bilo zanimivo. Lej, vozil sem se pred leti z Lexusom na Japonskem, že 3. do 4. stopnja, avto je sam pelil, ampak Japonci so z Lexusom probavali to samo na tistem ringu okrog Tokija, kjer v bistvu je itak sta 2 pasova, zid je okrog in nič ne more iti narobe. Tle na Kitajskem pa, ne vem, če si lahko predstavljaš, je prvič avti vozijo levo, desno. To kar bengari. Ja, pač azijski promet. Ja, azijski promet, pa so pa še te skuteri, pa pešci, pa vsi imajo telefone v rokah, tako da to je res grozen promet, ne. In moram reči, da je relativno dober zvozil, ampak se pravim, preveč previden za ostale udeležence v prometu. Ne zame. Meni je bilo to kul, ne. Se v končni fazi je nas hotel obvarovati kakršnekoli nesreče, ne. Ampak, ne vem, bomo videli, kam bo to peljalo. Ko jih bo imela večina to možnost samodejne vožnje, bo to bistveno lažje potekalo v prometu. Vzporedno s tem je pa BYD, se mi zdi, naredil en zelo velik korak v popularizacijo te vožnje. Namreč oni so objavili, in to se mi zdi pa zelo velika stvar, da bojo vsem lastnikom takih avtomobilov, ki bojo imeli ta nov čip, ki omogoča avtonomno vožnjo stopnje 3 in 4, pokrili škodo v primeru nesreče. To je že nekaj. Ne? To pa
po mojem, predstavlja pač prepričanje, da oni verjamejo v to in da bo to delovalo. Ampak kaj pa je tle zavarovanje? Zavarovanje tudi krijejo škodo, ne? Kako se zdaj to tepe ali pa si daje roko? Ne, klej bolj, jaz priznam, da nisem to študiral, slišal sem za to, da bo med prvimi, ki bo, ampak klej je bolj mene kot voznika, ki bi prepustil recimo v mestni gneči, ki me ne bi nič motilo, da bi me avto vozil, ampak v tem trenutku, ko jaz pritisnem avtopilot, si kot voznik želim, da postanem, da sem razvezan odgovornosti, ki jih sabo prinese vozniško delovno mesto. Ne? Se pravi, takrat, ko jaz pritisnem avtopilota, mora v celoti odgovornost prevzeti tehnologija. Ne? Ja. In v tem primeru, ne? A veš, če se ti za eno uro zaletiš, ne boš, ti tvoja polica nič ne pomaga, ne? Gre tvoja polica v minus, ne v plus. Ne? A veš, na in takem primeru bojo krili. Jaz verjamem, da so oni algoritme tako napisali. Mi moramo se zavedati, da fiziko tudi avtonomni avto ne more zgolfati. Se pravi, če damo primer, če omejitev na cesti 50 in se avtonomni avto, ki ima pred sabo prosto pot, pele 50 na uro do največje dovoljene hitrosti, ki je na tistem območju omejena, pa se pele mimo ene škarpe, ki je visoka 1,20 m, in iza škarpe tik pred avtom na cesto skoči otrok, ne? Veš, če algoritem ni tako napisan, da bo na tej škarpi videl ta gap, iza katerega lahko nekaj pride, tudi noben avto se pri 50 na uro, če mu voznik ali pa ne voznik. Se to tudi voznik ne bi. Ne? Ja, ampak to ti hočem reči, ampak če si ti takrat lastnik tacga avtomobila, se pravi, avto je napisano tebe, za volanom sediš, ampak imaš vklopljen avtopilot. V takem primeru, ne, če algoritem tega ni predvidel, pa da bo rekel, tam je ena luknja v škarpi, zdaj bom jaz zmanjšal na 10 na uro, kar se pa po vsej verjetnosti ne bo zgodilo, ali pa se bo, lahko da se motim. Mogoče je to tista stvar, ki si ti rekel, da ste se tako previdno vozili. Ampak v tem trenutku hočem biti jaz 100%, da če bom imel ta knof pritisnjen, da sem jaz sopotnik. Ej, by the way, jaz to podpiram, zato ker pač če kdo bo za mene vozil, ne tudi drug odgovarja. Medtem, ko si ti tole govoril, sem malo po Googlu glede Waymo taksija, ki pač voz driverle že po ameriških mestih, v Londonu ga testirajo, pa v Londonu pripravljajo, pa v Tokiu testirajo. In zdaj, če me chat ni nategnil, ker je čist možno, do decembra 2025 so Waymo taksi prevozili 170 vsi skupaj, v vseh mestih, 170 milijonov mil. Ja. In če velja statistika glede nesreč, je v takem primeru 92 fewer serious injury or worse crashes. Če pa vzameš peer review, to se pravi neka potrjena analiza, da v takšnem avtomobilu, oziroma po statistiki Wayma, na milijon mil so imeli 0,6 nesreče, pri vozniku, ki pa sam voz, je pa ta številka 2,8 na milijon mil. No, sej to je tudi... Hočem reči, to govorimo pa, sej vemo, kje je po mestih voz, se ne voz izvena, ne? Ne, mislim, da po mestih. Ja. Jaz bom to tudi probal v prvi priložnosti, ki jo dobim, da vidim, kako to je ta feeling, v bistvu, kako to zgleda. To vožno pri BYD-u, oziroma ta čip, cel sistem imenuje God's Eye. Ne? Kar načeloma, sej oni ta čip in vse skupaj to ne predstavljajo kot avtonomna vožnja, ampak kot pomoč vozniku. Ja, sej zdaj, če pa gremo gledati iz te strani, je pa to super. Ne? Recimo na avtocesti je zelo majhna verjetnost, da te preseneti otrok izza škarpe. Ja, in kaj, na avtocesti se velikokrat zgodi, ker si nepozoren, pa ne vem, nekdo zapelje pred tebe. Naleti so, na avtocesti. Ali pa ljudje, ki zaspijo, ne, in take stvari pa tak čip zagotov z lahkoto obvlada. Ne. Tako da, če bi samo na avtocestah že tam uporabljali tak način vožnje, bi se gotovo zmanjšali nesreče in v prvi vrsti je to BYD-jeva želja, da pač zmanjšajo število nesreč. Štekame. Ne. Sam God's Eye, komu boš ti dal sploh med Shenzhenom pa Šanghajem, ki so kar velike razdalje. Šraj z vlakom. Ne, ampak tudi če mu boš dal pelat, ko boš ti zakinkal, ko boš imel sob. Ne smeš zakinkati. Veš? Ne, lej. A veš, zakaj ne smeš zakinkati? Zakaj?
Zato, ker lahko vmes nevihta pride, Ne, ni pa res. megla se Ne, lahko zgodi. Ni res, no, ni res, Jure. No. Dobro, Ne, lej, če zdaj, ker si dal Shenzhen pa Šanghaj, ne smeš zakinkati zato, ker kitajski zakon trenutno to prepoveduje. Na Kitajskem ni dovoljena. Kinkarje. Ne, to je, ker se vidi, da kinkajo za vsakim ugalom. Ne, vožnja brez rok na volanu ni dovoljena. Tako da na Kitajskem tudi avtonomni avti še nekaj časa ne bojo sami vozili, sami, da boš ti zaprl učke pa spal, lahko pa kje druge, ne, tako kot v Ameriki, tako kot je Tesla sama vozila, tam se bo to prej dogajalo. Na Kitajskem se pa to ne bo dobro, sem vi, dogajalo. ki ste se vozili, ni nobeden imel rok na samo vozečem avtu. Je. Kaj, Voznik je mogel imeti Roke gor, pa Ja. je volan drsel vmes. Ja. Poliral ga je. Ja. Auftragen poliran. Ja, zato ker ne sme, to je pač prekršek. Ne? Ampak ok, lej, Nismo To še je- tam, nismo še tam, Kaj si, smo še, pa zelo kaj blizu. si še videl sebi na Kitajskem? Videl sem pa tudi to, sicer že poznamo, flash charging, BYD-ov, načeloma že poznamo, to zdaj že nekaj časa funkcionira. Sem bil pa zdaj na prvi taki polnilnici, flash charging, ki je blizu BYD-ovih poslovnih prostorov in moram reči, da ta zadeva me je pa sezula. Ne. Da mi boje malo Ja. hitrosti, malo to, da bomo vedeli, kaj sploh je. Flash charging, to je polnilnica, ki omogoča hitrosti oziroma moč 1,5 polnjenja 1,5 megavata. shit. To pomeni 1500 je hitrost, Ne, je moč. je moč polnjena in ta polnilnica 1500 kW. 1500 kW. Ta polnilnica je tako en tak T, zelo lična, zelo lepa in ima 2 polnilni mesti. Se pravi, če prideš z ustreznim avtom, ki ga seveda BYD preko Dence spet ima, ne, če prideš z enim avtom na tako polnilnico, ta polnilnica fila z 1,5 MW, kar pomeni, da se Denca v primeru, da je prazna, od 10 do 70% nafila v 5 minutah. 5 minutah. S tem, da se ti s tem avtom na polnilnico samo pripeleš, greš ven, vzameš kabel in vtakneš. Priklopiš to na Twingota, pa se upepeli. Definitivno. Definitivno. Ne, se zavedam. Še bolj Ne. se mi zdi zanimiv podatek, da če prideta 2 taka avta, Ja. se ta polnilnica polne z 1 megavatom. Ne tako, kot pri nas, ki filaš na 50 kW, pa prije pa en avto, pa se pa oba dva filata z 20. Ne? Ja. Ne? No, in na tej, da rečem, bencinski črpalki z električnimi polnilnicami je 7 takih postaj. 7 takih postaj, se pravi 14 odjemnih mest, in če so vse zasedene, če je 14 avto priklopljenih, se fila vse 14 MW. Fuck. Zdaj, Se je kar težko predstavljivo, Ja. kakšna. zdaj, v bistvu, mi smo se tudi tam pogovarjali, ker smo videli, lej, ta kabel od te polnilnice je, ne vem, če je kaj večji. Ne, se kakole. zdi, da je tudi vodno hlajen. Zelo tanek, zelo enostavno za rokovati, mehak, ne tako, kot pri nas, kakšni Kako je tele. pa fora, kaj je to čez Ja. neka nova tehnologija? Fora je pa to, da oni v bistvu na strehi te ogromne Črpalke. črpalke imajo sončne celice, se pravi, oni skozi zbirajo energijo, Samo mora plus- imeti booster. plus povezani so z zunanjimi zbiralniki energije. Se pravi, Kar baterije pomeni- imajo Ja, oni imajo hrambo. vedno imajo hrambo na voljo, vedno imajo backup in zato je to mogoče. In mislim, da lahko oni na dan, čak, to sem si pa celo nekje Koliko zapisal. je pa avto na svetu, ki sprejmejo tako moč polnjenja, stari? 2. Ne, sej. Ja, no, Že, pri nas- že sam njihovih je zdaj kar Kjer je Denca? veliko. ali kaj? Denca. Denca se zdaj tudi v Evropi že kar nekaj časa prodaja. Sej, v bistvu zdaj upam, da ne hudi. Mislim, da bo mogoče že konec leta ali pa začetku drugega leta pride tudi v Slovenijo. To je njihov prestižna znamka. No, lej, v bistvu lahko 700 avtov na dan na take Podelajo. črpalki podelajo. Ne? Se pravi, Ja, To to je- niso samo hranilniki, to je tudi. Ne, je tudi elektrika. To je tudi zelo močan primarni vir, ki je po Absolutno. moje priklopljen na prenosno mreže direkt. absolutno. Ne?
Ampak hočem reči, da avto se napolni v 5 minutah do 70, zdaj, če ga hočeš napolno nafilati po 9 minutah. Ne? In to je pa, 5 minut pa se mi zdi en tak postanek, ki si ga lahko vsak privošči, ki po mojem v povprečju tudi ni blazno daljši od navadne bencinske črpalke, če si greš vmes še kavo kupiti. In če pomisliš, da v bistvu ti prideš po 5 minutah nafilaš, pa recimo, da nimajo vsi avti zdaj take moči oziroma take sposobnosti polnjenja, ampak tudi pri nas smo že imeli načeloma Xpengi se polnijo že z pol megavata, tudi ta nov iX3 se polne z več kot 400, tako da če to primerjaš, več kot 5-10 minut na taki polnilnici nimaš kaj delati. Ne? In tudi, kad ti priješ do take pumpe, ne boš kaj dosti čakal. Kje so pa najhitrejše polnilnice pri nas? Mi smo zanj s 350 kW filali Xpenge, ne? Ja. To smo tudi jaz te številke še nisem videl. Mislim, da sem enkrat Porsche filal s 330. Najhitrejša je zdaj v Supernovi, ne? Ja, to je Kaj je to do 500? Ja. Ne, 450. Jure, koliko je ta? mislim, da je 450, ja. Ja. Ne, ampak hočem reči, glih odprl sem Kar povej. Pred časom sem bil na Elesu še z Motorrevijo, ki je napovedan, Eles je napovedal graditev Velskega polnilnega parka ob Dolenjski avtocesti. No, tam bo, klele gledam, tam bo zagotovljena priključna moč od 20 do 80 megavatov. No. Zdaj, kakor jaz vem, ta projekt naj bi bil potrjen, bomo link zraven pripel, imel bo več kot 50 polnilnih mest, ne? In če na Kitajskem seba polnil z 1,5 megavatom, so kle za mega slovensko polnilnico naj bi bili pripravljeni priključki za tovorna vozila in avtobuse, ki bodo pa mogli omogočati polnjenje vse do 4 megavate moči na posamezno tovorno vozilo. Tako da kle tudi v Evropi se pripravlja glede jasno, kakor so elektriko zastavili, se tudi kle pripravljajo megapolnilnice, je pa dejstvo, da kle. In tudi ta megapolnilnica, ki naj bi zrasla v Sloveniji, bo imela seveda hranilnike za buffer in zato drugače bo postala zelo blizu vira pač prenosa energije, govorimo o prenosnem, ne distribucijskem omrežju. Se pravi, visokonapetostni daljnovodi, ki elektriko prenašajo, ne distribuirajo do končnega uporabnika, ker mora biti seveda taka priključna moč blizu tega. Ne. Naj bi pa to zraslo, menda tam nekje pod Trško goro, bomo link zraven Imamo kakšen datum? Daj pa. Do 2030. Zdaj bi mogel cel članek pogledati, datuma sem pozval, bomo pripel, prej. No, kaj zdaj ti bom povedal, BYD prav, da bojo do konca letošnjega leta na Kitajskem postavili 6000 flash charging postaj. Ja, se vemo, na Kitajskem tudi na let. Ampak tudi v Evropi jih že postavljajo. Ja. Mislim, da bo celo ta teden oziroma zdaj enkrat v naši bližini na Hrvaškem ena postavljena. Drugače pa preferirajo valjda Francijo. Ne? Tam je elektrike veliko. Ja, tam jih bojo največ naredili. Ne sem, da je elektrika veliko, tam je najbolj čista elektrika. Ne? Ja, seveda. Ne? Najbolj čista elektrika je po Franciji, zaradi tega, ker so načrtno delali nuklearke. Ante, vse lepo prav, ampak ta Ferrari luče, ne? Zeval se. Jerry, da nam noč zaspal zdaj letle, ker vidim, da se ti že učke zapirajo. Mislim prav, veš kaj, Ciril, ne? Zdaj tukaj že provociraš s tem lučem. Ja. Veš kaj, jaz bom prav napisal bom pismo v Maranello, ne? Pa bom rekel, da bi res bil vesel, da te posadijo za volan. Ja, saj si želim ta avto pelati. Zelo. Jaz nima... Ne, lahko se sam premaknem. Sam da boš pa polostal, Ciril, da noš vas mehek rato pol, ne? Ja, mislim, jaz, če je za pohvaliti avto, ga pohvalil, ko pride do drugih stvari. A imam lahko mnenje? Seveda, da imaš lahko. Ja, no, kaj? Ne?
Prosim, Ranelo, klemate zdaj totalnega hejterja Lučeja, ne? Ja, ker res ljubim znamko Ferrari, ne? Tudi vsi mi jo ljubimo znamke Ferrari. Jaz celo navijam za Ferrari v formuli, ne? Ker si ti prej zdi. Še ta udar. Ne? Ja. Pa imam mnenje, kdo bi mogel voziti, pa zakaj bi mogel voziti, ampak ga bom zadržal zase, da ne bo pogroma, ne? Ampak Ferrari je institucija, ne? To moramo vedeti. Si kaj Luka rekel, da Montecemolo? Ciril, to so Italijani, no? Ja, seveda, ker je passion Ja. Da nas spet klev, že tako sem rekel 6krat ono besedo. Vprašaj pa, kaj bi gospod Montecemolo rekel, če bi bil on še vedno pri Ferrariju. Ja, no? ne bi se Luče zgodil model. Ja, ali pa bi se zgodil, pa bi rekel, mi smo kle verjeli v našega, ne? Ja, ne, zgodil bi se električen avto. Najbrž je lahko vsak general, ne? Veš kaj, mogoče ga bomo v Goodwoodu videli. Ja. Upam, da ne. Ne, se zdaj, želim si ga videti, želim ga pelati, da mi obriše solzo z lica s tistim grdim plehom, no, stari. Koliko ne bi pa koštal sploh? Ja, 650, 550, no. Cena nima več. A veš, jaz sem zdaj tukaj dober avto odprt, ne? In malo gledam Ferrarija, ki jih lahko dobiš za manj kot 650 evrov. In to so vsi na dobro avto. Ne, eden je več. Ne, dva sta več. Ja, ki od teh naših prijateljev avtobroker je ziharen za 680. Ne, Purasang je za 768 tisoč, tale dodeči cilindri. Dodiči, ne dodeči. Dodiči, 12 cilindri, ok. Moramo se naučiti šteti. V glavnem, ta je 756. Malte bo treba v Italijo sabo vzeti. A dodiči cilindri je 756. Yes. Ampak lej, 488 pista. Samo 520, zdaj pa, kaj bi raj, ne? Ja, pisto, stari, to sploh ni prišel. Čeprav dodiči cilindri je meni krasen avto. Ja, edino noter imajo tako kronično pomankanje fizičnih gumbov. Ja, vem. Urasanga bi pa je skupaj, če bi zadev na loto. Stari mi, da so stepla danes, presežem pisal. Urasanga bi pa jaz imel. Prav vidiš to iskrco provokacija. Jaz pa Jure tebe ne vidim. Pa v Matsport bi ga zapelo, pa bi rekel dvigen. Jaz tebe ne vidim. Jaz gremo Mongolijo dvigen tega Ferrarija. Imate dvigen, strešni šotor gor, vitel od spred, od zad, pa boste vi videli Purasanga zdaj. Nimaš ti kaj v Ferrariju delati. Jure, daj mi povej za foro, stari, preden gremo naprej, Jerry, še malo počakaj. Če bi zdaj ti zadev si loto, ne? Ampak zdaj, jaz vem, kaj bi ti vse kupil, ne? Ja. Ti bi kupil vse tiste uveljavljene stvari, pa vse za overlanding, pa za v džunglo, pa vse. Če bi jaz rekel, Jure, zdaj moraš pa ti nekaj zbrati, tlele, Koenigsegg, Pagani, Ferrari, kam bi te zanesla? Imaš kakšen ekstrem športen, da bi, mogoče Mercedes AMG če bi mi prisilil tak avto kupiti, hyper avto, ne? Ja. Bi šel k Paganiju. Aha, ok. No, zdaj so se malo Pagani, pomirila. se vidi z vode. Ja, ok. Horacijo ne ve, kaj dela. Ne? Ja, vem. In on, kaj Lučeta zagledal, je naredil. Ne, veš kaj je naredil? Sej to je to. V redu, keep going. Gospod Horacijo ve, koliko je ura. Ja. Pa veš, kaj gospod Horacijo vzdržuje, ne? Kulturo, atmosferca. Ne? Ja, se vem. Ve 12. Okay. Marija. Jaz poznam enega kolega, ki je bil na ogledu Paganija, je rekel, lej, tudi, ko greš na sekret, pipa, ne? Ja. Marija. Res? Ja. Ni da ni. Kaj je na skretu? Ja. Sem pa enkrat na letalnosilki se posral, to je tudi nekaj. To je zdaj najbolj pomemben podatek, Ciril, ne? Ja, to je kar si se kdaj Ja. na letalnosilki. Si jim zapacal malo kanale. Ti pa Jerry morata začeti pisati stranični dnevnik atmosfercev. Pa izdati vodnik po najčistejših, pa najbolj zanimivih vecejih v Evropi. To bi bil content. Seveda, da bi bil. Instagram kanal Sekret. Ja, to je vajen Luče. To pa bi bila una moja školka iz te prejšnje Kitajske, bi ti bila kar všeč. Ja, ker vse sama naredi. Sam sem enkrat probal ta japonski WC, sicer ne na japonskem, mogoče zato ni bila izkušnja taka. Jaz sem imel občutek, da sem bil zlorabljen, stari. Nisem bil zadovoljen. No. Nisi je dobro. Imel sem občutek, da preveč nisem tam, ne maram iti mokar zadnji, no, posod. Se te posuši pol. Ja, mi nič ni hotel. Ja, ta je pa imela. Najprej si nastavil moč curka, ja. pa še moč fena.
Jaz sem, da nimaš požig listiranja, stari, ne prostovoljnega. Zdaj razumem, zakaj v COVID-u so ljudje iskali sekret papir, kot to poslušam. Se bomo tebe tudi Drugač na pa, Kitajsko poslali. drugač pa Ciril, tudi pred Ferrarijem, ne, če bi že mogel izbrati tak drag športen avto, bi bil tudi švedski princ hitrosti. Koenigsegg, kakšen jesko, bi ti pas. Že zaradi tega, ker je Higorju prišel s Google Printom, pa je rekel, nobeno znal sploh narediti, pa so ga Slovenci naredili. Ja, to je res. Dobro, še obstaja upanje. Žeronimo, ti res multiplo prodal, kaj? Ja. Mislim, v bistvu je bila taka zanimiva izmenjava na domačem dvorišču. V bistvu zdaj sem v procesu tega, da multipla preživlja zadnje dneve. Polo pa nekaj drugega prišlo. A to še pa ne povemo danes, ne? Ne, mislim, lahko zaradi mene. Se je že povedal, se je že si vajo. Ne, mislim, odvisno. Pol, ko bo ta podcast ven, pol upam, da bo že vse javno. Ne bo pa pol, ne, reš ti kar tako nared, mislim, Hyundai je kupil, no drugače. Ja. Pa ne poveda, da si Hyundai je kupil. Ja. Mislim, ne, veš kaj, jaz sem zmeraj imel fascinacijo s takimi bolj ekstravagantnimi oziroma pač redkimi kupeji pa kabrioleti. Zato si multiplo kupil. Ja, mislim, multiplo sem kupil zaradi tega, ker je pač nasplošno pač izmed najbolj zanimivih avtov. Pač predvsem je genijalen avto, ampak dejstvo je, da ne glede na to, da je pač zanimiv avto, je še zmeraj 20 let star italijanski enoprostorskega zagušt, pač preprosto ne boš furov. Zdaj preden, ki ga boš dal od sebe. Zdaj si na tenkem ledu, Jerry, ne? Zdaj pa klejo, pa bomo pa malo tehniško kulturo vam potegnili. Zdaj si pa malo na tenkem ledu. Ko si pripeljal multiplo, ne? Ja. Si pokrnil rdečo preprogo. Zdaj, ko si se poslavljal od nje, si cel cikl naredil. Zdaj, ko si jo dal stran. A veš, ko malo te imam na sumu. Malo te imam na sumu, da si imel ti to eno tako aferico, ki si rekel, pizda, če sem ljudem povedal, da v bistvu nisem odkuratno. Veš kaj, tu sem pa prav užaljen. Multipla je zakon in zagovarjajo. Zakaj pa prodajaš? Ja, zato, ker jaz se naokoli vozim tudi s tesnimi avti, doma bom imel pa 3 avte, mislim, že Fiesta mi tukaj stoji po kakšen teden. In jaz če moram zbirati za užitek v vožnji, ali bom zbral Fiesta ali pa multiplo, mi ti nimaš kaj zapovedati. Imamo v deželi kozovcev nekoga, ki bi za multiplo Jerryjevo ponudil en kozovc pa Tivex folijo, da se bo postarala. Z multiplo ni tudi enkrat te nisi pripeljal v Ljubljano pokazati. Jaz sem jo. Seveda sem jo. Jaz se pa nisem videl. Jaz sem jo peljal, zato mi je toliko bolj, ker sem rekel, kako se je hitro naveličal. Malo te imam na sumu, pa da noš tako s puncami delo. Sem Jerry, najprej jo dobiš, je najboljša na svetu, pa čez 3 mesece pa ni mi bila všeč. Multipla je tudi mogla iti zaradi tega, ker sem se jaz na ta avto navezal in veš, ko gledam tam, da se, mislim, avto dejansko pač ni bil rjav, kar je, mislim, samo Valjda ne, če bil modar. No, daj povej, Jerry, ja. Mislim, veš, ko gledam avto, kako tam iz tedna v teden stoji, pa akumulator crkne, mislim, veš, vsi sem jo zapeljal, kdaj, ampak še zmer, mislim, pol vidiš, morbiti pa tudi za avto, konc koncev, tu ni najboljš, ne. Drugač pa, če jaz pomislim, je bila predstavitev prenovljene multiple v Italiji v Portofino. Mislim, da je Portofino. Tam so zbrali lokacijo. Ena izmed boljših predstavitev res? V mojih 30 letih. Ne, se hecam. Ne. Ampak ta multipla, ki se je začela, ki je ven prišla, se je pol ful manj prodajala, ne? Ja, to pa ja. Ironično, ne? Ker so jo polepšali, pa so jo uničili, ne? Ja. Mislim, uničili. Vse isto je bilo s Twingom. Ja. Čeprav jaz v bistvu, mislim, zadnje cajte, če sem že kako multiplo videl, pa jih nisem videl veliko, naj bi jih okoli 120 bilo registriranih. Večinoma so te kao, ta normalne, ne? Mislim, ampak Ta novejše. Ja, mislim, ampak meni se zdi, dokdaj so jih pa delali tam do 20, 12, se je tu pa spet. Časa. Ja, ni tu tukaj daleč spet nazaj, ne? Ja, ko v bistvu, mislim, po mojih podatkih,
okoli 50 naj bi bilo teh ta grdih, 70 ta normalnih, pa 2 še tiste originali iz tam 50-ih, 60-ih. Ne? Pa legendarna je bila reklama z Barikelom pa z Schumacherjem, se spomnite, ko so folk predstavljali levo, desno, po 3 pa po 3. Mislim, pač avto je vrhunski in pač jaz lahko ga samo pohvalim in pa cenim tudi, da sem ga imel, ampak veš, ko začutiš, da je pač čas, da gre avto naprej, veš. To sem jaz Dareta prodal. Ga porineš naprej. Povej, kaj je v tem. Jure, je tebi že uspel Hyundai prodati? Ne še. Što se čeka? Ja. Ne, pač ljudje bi imeli dober avto, zelo pocen, kar jim nič ne zamerim, se tudi jaz bi se za ceno pogajal. Jaz sem se enostavno odločil, če pač ne bo šel za tak denar, ko sem si jaz zamislil, Koš pa naprej vozil. pa pač ne bo šel, ne? Ker je pač dober avto. Ja, to je pa to. Dobar. Tudi vsi, ki pokličete, sem sam povedal za eno praskano feltno, tista, ki je praskana, bom ceno spustil, ne moram pa ceno spustiti. Ne moram pa avto, ki je vreden 15,000 evrov, ga ne moram dati, ali pa 17,000 evrov, ga ne moram dati za 10,000 evrov. Ne. No, seveda. Če bom pa loto zadev, ga bom pa enemu podaril. Tu pa, če bom v tem času zadev loto, ko bo avto še na voljo. Samo v svojih skoraj 50 letih nisem v te sreče. Če bo pa zdaj, pa z veseljem enemu podarim, to so na pol. Jerry, imaš ti še kaj zapovedati? Ja, imam. Povej, no. Na zadnje, ko ste vi snemali tale vaš solo podcast, sem jaz imel eno tako zelo zanimivo prigodo. V bistvu cel teden je bil noro pester. Kaj pa je bilo? Ja, v bistvu imel sem 2 mednarodne predstavitve, ena za drugim, pa vmes je bil še en tak zanimiv pripetljaj, za katerega sem v bistvu pač bil kriv sam, ampak tu so detajli. Ne. Pač šel sem, mislim, vi ste zelo pogumni, da ste me v bistvu pač na Prošeja poslala. Ne. A gre prehitro, za kva? Joj, S turbo ta vozil? Ja, mislim, jaz časa tacga še nisem občutal, veš, pač, torej, Porsche Cayenne, vsi ga poznamo, najbolj uspešen Porsche vseh časov, v bistvu je tudi, mislim, znam... Prodajno. Ja, mislim, itak, ampak dejansko, meni je ful zanimivo, da so jih prodali več kot 911, ne. Ta avto je rešil Porsche drugače. Ja, ne, Ni, v bistvu je Boxster. Ne. Tle se pa ne bo strinjala. Mislim, je prišel Porsche skupaj. Cayenne, kaj je Porsche Cayenne prišel ven, so vsi rekli, Porsche ne more biti SUV. In je postal najbolj prodajan Porsche. In potem so dali v ta SUV še dizel motor, pa so rekli, Porsche pa res ne more biti dizel motorja, in potem je bil najbolj prodajan Porsche dolga leta Cayenne dizel. Zdaj pa povej naprej. Ja. Mislim, ampak v bistvu je že v sredini 90-ih, je to je v bistvu originalen Boxster, je bil tisti, ki je začel dvigovati prodajne številke. Ja, sem rešil pa Cayenne. Ja, dokončno je pa zanesljivo Pred Cayenne bankrotom rešil. Ja. je Porsche rešil v tistem času, pred rdečimi številkami je Porsche v tistem času rešil Cayenne. Če pogledaš, koliko so prodali Boxsterjev, Ne. pa koliko Cayenne. Je pa Boxster Porsche takrat, z njim se je vrnil k koreninam, ker so tudi že takrat v tisto avto dali 4-valjnik, če se jaz ne motim. Ja. Ne? Ampak ja, Cayenne je pa vlak potegnil. Cayenne je kretnico obrnil na robu brezna. Ej, so sam glede tega 4-valjnika, a ni Boxster bil s 6-valjnikom? Tudi je bil 6-valjnik. Sprva. Pa so polke so prišli 718, pa to, da so prišli tam na Meni se zdi, 4. da je bil že takrat, čakaj, se ne bomo na pametno. No, možno, sem jaz Takrat je mislim, bil da ne. 2,5 bencin. Ja, Bil je, na začetku je bil celo 2.8. Ja. tako. Ja. Mislim, Porsche je tudi parkrat že blizu prišel. Ne? A vi veste, da ko so dali 928 koven, da so počasi razmišljali, da bodo ugasnili 911. Samo še tak je bil. Samo še tak je bil za Boxsterja. Ja, prišel je, polka so facelift delali, je prišel v Cayman in v Boxsterja, ker gre za v bistvu zelo podoben avto. Ne, hočem reči, da, a vi veste, da je bila Porsche klub, A 2,5 je bil tudi čez tak. je pač še tak je bil skozi. Ja. Porsche klub Kalifornija je rešil 911 pred ki je bila tako uzbona, ker so rekli, začeli so informirati, da počasi bo 911, da bo šla. Pa so pa unika, to je pa, mislim, da je najmočnejših Porsche klubov, so rekli, da je pač to je čist preveč ljudi, ki je na ta avto navezanih in 911 ne more zginiti, in to je bil ta butterfly efekt, ki je pač postal vse močnejši, da je 911 obstala. Ne. Tako da tudi Porsche je imel kakšen tak res oren kruker
v zgodovini, ki bi je bilo že marsikaj na nitki. A ne? Ja, zanimivo, ne? Ker danes je pa v bistvu ta default performance znamka, več ali manj. Ne? Ja, seveda. Ja, saj je tu že takrat bila. Mm. Ti misliš, da ni bila. Sam fora je, da v enem trenutku se avti niso prodajali tako, kot bi se mogli. Tudi 911, ne vem, pa ne, da so se izpeli, ampak danes vsi gledajo na 911 range, ker je v zmeri bilo vse v redu, pa ni bilo. Ne? Ja, Tudi pri Porsche se v bistvu pokaže, da ima cena ful velik vpliv na nakupne. Ja, no, ja, sam pa Ker- ja. Ker Cayenne, ki je prišel ven, je bil med cenejšimi Porsche na splošno. To se pa ne spomnim. Ja, ne? In tudi, recimo, ko je prišel Taycan električen ven, pa so se spet vsi zgražali, kako je lahko Porsche, Ja. Porsche električen, so v prvih letih v Ameriki recimo prodali več Taycanov kot 911. ja. Kva? Ja. In to krepko več. V prvem letu celo. V prvem ne, letu. Ampak so pa tudi čamr dubl, ker so pa Ja, mislili, seveda. da pa lahko kar vse zdaj skrižajo, ker električni Ja, makar. vse so že kakšno potezo nazaj naredili tudi, ne? Ja. Tako da ja. Dobar. Ja, kje smo, Jerry? V glavnem, Cayenne si furu, Yes. toliko te je navdušil, da z 2 videa naredil ne Ja. enega. Tri. Ker pa- Tri. A ja, se res Je šel 3. na moje reakcije, ne? Kako je Ja. bilo 1156 konjev na launch controlu, Ja. ampak ok. In kakšen je pospešek? Mislim, a si videl mojo faco, videl bomo tukaj čez dal, pa se mi zdi, da mi Ne, noter jaz sem to že videl, povej mi številke. Oh my fuck! Torej, v bistvu, pač, tam smo imeli dve verzije. Ne? Torej, tu je četrta generacija Cayena, ki jo bo poganjala izključno elektrika, ampak hkrati bo pa v prodaji ostala tudi pač, obstoječa bencinska verzija, ki sklepamo, da bo potem pač sčasoma dobila podobo tudi tega, ki je zdaj električen. Ampak mislim, tu veš, da je zanimivo, če ima osnovna verzija že več kot 400 konjev. Ne? In jaz v bistvu sem dobil opcijo zbrati, s katerim avtom bom najprej šel en krog in sem bil tako, no veš kaj, dajmo najprej lepo normalnega, ne? In gremo en krog, pač nimam kaj reči. Avto se zelo lepo pele, v bistvu ima že ta osnoven, ima zračno vzmetenje in je pač podoben, zelo spodoben, prostoren, noter je ekran ukrivljen. Jerry, Ja. 1000 konjskih, kuk šprinta. Dvigni si, Michael, Šprint, kaj ste zmerili? Kakšen je pospešek? Uradno je 2,5 ali pa 2,4, tam nekje se giblja. Ampak mislim, Koliko luče? ja, Ja, luče bo še hitrejši. Ja, luče ima tam nekje. Koliko tudi, ne? luče? ja, samo spet pač ta avto ima 2,7 tone, se mi zdi, da je v bistvu težji kot luče. Ne? Vidiš, jaz sem se vozil z 2 hitrejšima. Ja, sem se gospod Car of the Year. Nima veze. V glavnem, pa niso impresivni samo pospeški pri turbotu, ki sem ga potem naslednji dan vozil, ampak v bistvu me je brez besed pustil tudi ta Porsche Active Ride, ki je na turbotu opcionalen. Ne. Zato, ker mislim, na tiskovki so inženirji rekli, da se bo ta avto pelal primerljivo z Boxsterjem ali pa z 911. In seveda, mislim, mi smo vsi tam bili skeptični, ne? Potem pa naslednji dan dobimo ključ v roke in pač valjda, da to ni zamenjava za izkušnjo, pač mislim, vožnjo s športnim avtom. Absolutno, ampak pač jaz šel sem z enim novinarjem iz Madžarske, se mi zdi, da je bil, in on je vozil tako, umerjeno drugače. Pač itak s takim avtom se neki hitro niti ne moreš prvoščiti voziti, ampak on je lepo šel v bistvu v sklopu omejitve. Kako si ga ne moreš prevožiti hitro? Ja, mislim, Ja, radari pa cesta navadna. pritisneš gas za par sekund, ja. pa si nad bilo katero omejitvijo, ne, Ja. izven avtobana. V glavnem, on je lepo šel tam po ovinki. Avtoban je samo v Nemčiji. Vem. Ja, to pa- povej, no. V glavnem, jaz ne vem, kdaj sem nazadnje iz avta ven stopil, pa da sem se tresel. Pač ta avto dejansko mi je redefiniral to, kaj mislim, je zadeva na 4 kolesih zmožna sproducirati. Pač, veš, mislim, in pol se usedeš na voznikov zic in ti je kar naenkrat jasno, čakaj malo, tu pa sploh ni dramatično. Pač ta avto je tukaj absurden, se mi zdi, da je prava beseda, zaradi tega, ker pač ti si
v kontroli. Karkoli boš ti naredil s tem avtom, te bo ubogo. Pač leto bo, držal se bo, karkoli že, zaradi tega, ker v bistvu pač ta Porsche Active Ride, ne, to je sistem pač električnih pump, v bistvu, ki na vsakem kolesu nadzirajo ogromno krat na sekundo, pač da avto, da je izravnan. Torej v bistvu tudi pri launch controlu za 1156 konj se avto ne bo nagnil naprej, nazaj, karkoli že. In pač v praksi tu občutiti je, mislim, res nepojemljivo, pač mislim, ker jaz sem glih par tednov predtem sem vozil pa prvo generacijo Cayena, GTS, letnik 2008, tisti se mi zdi, da je bil čeperan tam okoli na 700 konju in pač razlika je ne samo pač itak v sami vožnji, ampak tudi v tem, koliko bolj kontroliran je bil ta nov avto, ne. Tako da to mi je čist... Če ni bil že preveč kontroliran. Ja, dejansko, a veš, kar se mi zdi, da veš, mi spoštujemo avtomobile, ki nas hočejo ubiti, ki zahtevajo nek nivo talenta, poznanja, spoštovanja. Dejstvo pa je, da mislim, v zadnjih parih tednih sem vozil, ne vem, tudi Dodge Challenger SRT Hellcata, Red-Eya, ki ima 797 konjev in pač v primerjavi s Porschejem, ki je bil krotek Chihuahua, si na tistem Dodgeu jaz nisem upal gasa dejansko čez polovico, pač pritisnjen, zato ker na avtocesti pri vključevanju, ko sem pri 100 km/h gas do polovice pohodil, je pač zadek začel pletati, ne. In pol v bistvu vidiš, kaj pomeni ta nadzor, kaj dejansko pomeni Porsche, pa čeprav je električen, ne. Kaj si rekel, da so oni malo primerjali z 911 ali pa z Boxsterjem, s čim so že primerjali? Jaz verjamem, da oni primerjajo to, da lahko isto število gejev dobiš v vinku, pa da lahko z isto hitrostjo speleš v vink, ampak mene to spomni še na eno stvar, ker tega Boxsterja si mrzdo rad prvošč, ne. Jaz se spomnim, zdaj pa že 20 let nazaj, ki je Renault dal ven Laguna Coupé, pa Ford Control, ki je bil to po parih desetletjih spet prvi avto s 4-kolesnim krmiljenjem, ker ni bil to ta prvi. In Renault je takrat naredil spot, da losov test ta Laguna odpelje hitrejš kot Boxster, ne. Eno je številka, ki si ti zasežeš, eno, drugo je pa feeling. Jaz ne dvomim, da je tak en vrhunski avto, pa da se vrhunsko pelje, ampak Jure je dobro rekel, ne? Mogoče je pa že preveč popoln. Ne? Mislim, preveč popoln. V resnici dostakrat razmišljam, te avti so vse težji, kje je zdaj ta meja? Včasih je bilo merilo za športno avto, včasih, mogoče še preden smo imeli mi izpita, pa glih takrat, ko smo ga dobili, da če je več kot tono 200-300, je že narobe. Kaj je prišel Ferrari F430, pa je bil že malo težji, pa kako bo zdaj to, pa kako bo, ne vem, Porsche Turbo je kar naenkrat tono 700, kako je lahko športno avto, tako težek, pa se hitro pele. Pa so pa prišli BMW M5 z tono 800, pa tono 200, kako se lahko. V bistvu se pa začneš spraševati, kje je zdaj ta meja, ker zdaj smo pa že spet tono pridobili, pa spet so najdeli nek nov način. Se to je v inženirskem smislu je to čudovito, ker dejansko so oni na tank napeti, da se avti pelejo hitro. Vem, da ti pol so tisto maso spet čutiš, pa to, če znaš voziti, pa fiske ne moreš tentati, ne? Ampak tako. Ne, problem bi bil, če ne bi imel ta avto, vse to, kar ima, bi bil za voznika blazno utrujajoč. Zato, ker pač ti to maso ne moreš skriti v celoti, ne? Ja, ne moreš skriti v celoti, lahko skriješ do 8 od 10, ko voziš. Ne, veš, če imaš ti tak šut, ne, če govorimo zdaj o 2,4 sekundnem pospešku z avto, ki stane, mislim, ki tehta 2 tone 700, pač se tu na telesu pozna. Še bolj so pa problem pojemki, ne? Ko bi se ta avto na nosu sedel, ne bi ti imel občutek, da boš vse otrgal, ne? Da ti bodo učki se dotaknili šipc na špeglih, ne? A veš, in zato to naredijo, zato da pač je ta moč obvladljiva na tak način, da ni utrujajoča, ne? A veš, ampak drugače pa tako, kot si rekel, sej tudi v dobi relija smo mi prišli iz aktivnih diferencialov, ko je avto marsikaj zmogel sam spet nazaj v purizem. Jaz sam upam pač, da bo Porsche še naprej mu take modele, ne vem, ko je Boxster in vse take stvari, da pač ljudje, ki bodo pa želeli uživati v tem avtomobilskem tangu, bodo pa svoje dobili, ne? Mislim, vse zgodovinsko gledano so v bistvu glih ti modeli, torej Cayenne, pa potem tudi Macan so omogočali Porscheju, da je delal še take, mislim, bolj entuzijastične modele, ne?
Seveda, zato ker rabiš volumen avto za prodajati, zato da lahko razvijaš. Zelo pol take delaš. Točno to. Dobro je edino to, da Porsche recimo tudi, ko naredi električen avto, prav, da se tudi električen avto pelje kot Porsche. Ja, se je res. Do neke točke. Ne? Mislim, seveda, ne, pač dejstvo je, da se mi zdi, da v tej dobi, kjer je hitrost čedalje bolj dostopna, da se gre čedalje manj za številke, pa čedalje bolj za tisto občutek, ki ti ga avto da. Ja. Zato, ker mislim, kaj pa, mislim, ta stari Swift GTI, recimo, ne, pa Uno Turbo, ki si ga ti imel, a veš, pač avto je imel deljeno 10 konjev. Ja. 130 konjev, ali že 135, 150. Do Formula jih imela 130, ta pa 150. Ali sem mislil 135. No ja, mi gre, ki si govoril v podvozju, ko vse izravnava. Prvi avto, ki sem ga pa jaz pelil, pa tudi že kar nekaj časa tega nazaj, ki je pa v vinku v kontrasmer dal blažilnike pa Fedra, je bil pa Mercedes SQP, ki je bila kar skozi ravna karoserija, ker to, the mind did not compute. Fedre pa sedež je napihnil. Si šel v levo vink in kar nič ni bilo. Kar sploh nismo mogli verjeti, stari, ko je to možen. Ali pa se spomniš Magic Body Control od Mercedesa, one reklame, ki je imel kokoš. Glava je bila skozi namer, body je šel pa, ja. Jerry, jaz mi preveril, če bom imel slučajno Cayenne za želo, koliko vleče električni turbo. Ful presenetljivo, 3,5 tone. To ni presenetljivo, Jerry. Mislim, pač, to je tukaj Hilux, na katerem sem zdaj bil v bistvu. Kot navaden Hilux. Navaden Hilux. Ki mimo grede uporablja 2,8 dizelski motor z blagim hibridom. Ja, sem izjutraj že napel. Ja, to sem Jerry, razlika med blagim pa navadnim hibridom. Električen pa 1,6 vleče. Ja. Tako da je kar razlika. No? Kdo bo, Jure, apropo Hilux, kdo bo kupil električnega Hiluxa pa zakaj? Jaz vem, v bistvu zaradi tebe vem. Jaz nisem, me sam zanima, to je resno vprašanje. Tiska veliko dela v gozdu. Ne v gozdu, tiska veliko dela na občutljivih. No, ali pa tako. Jaz električnega Hiluxa, veš, kje ga vidim takoj? Kje? V Triglavskem narodnem parku. Triglavskem narodnem parku ali pa živalskem vrtu Ljubljana. Ok, super, odlično. Nisem pač se raztegnil dokaj. Bolj me pa interesira pa Hilux, ki sem ga jaz vozil, prototipenga, ker ne vem, Jerryja si ga omenil ali ne, ampak na tiskovki so vam sigurno omenili ga. Se pravi, vodik, ne? Ja. Vodik in tam so pa glih rekli, da hočejo razviti tako, da vlečna masa pač ne bo problem, ne? Ker električni Hilux je sigurno downgrade, kar se tiče vlečne moči, ne? Dobro, itak sem se tudi... Ker to je pa pač tipičen avto, s katerim ljudje vlečejo pač vse živo, ne? Ja, veš, da sem bil v Berlinu in sem v 2 dneh videl 3 Miraje. Kva? Ja. Hudo. A še na pompo čaka, tako zdaj? Ne, na cesti. Še več jih je pa v Parizu. Pariz je pa po olimpijskih igrah pripravljen z Miraji, ki so tudi taksisti zelo poceni dobili te avtomobile za odkupiti. Tako da ja. Kaj imamo še dečki za porihtati? Jaz bi še naprej povedal, v bistvu, zato ker polke sem šel iz Porscheja, ne? Ja. Sem lepo na šatlu, se peljem do letališča v Marseju, ne? In naslednji dan, jaz sem bil grem zdaj nazaj v Slovenijo, pa grem veselo naslednji dan potem na Volvota. Na Volvota, ja. V Barcelono. In se pač probam čekirati za let, tako ne gre čez, pa jaz tako gledam, pa to je mislim, ful čudno, pač mogo bi, mislim, veš, vnesem noter, ne, in potem sebe tak kličem in mi potem ti tam pomagaš, ne, in pa je tako, kako je pa datum kaj? In jaz sem tako, veš, pač, kakor se izkaže, se ne moreš čekirati na let, ki je že prstal, ne. Tako da, in pol je v bistvu bilo tako, ne, da sem dobil potem kar dost pomoči, ampak potem sem šel ne v Slovenijo, ampak z avtobusom v bistvu po noč iz Marseja v Barcelono. In to je bilo pa tako lušno doživetje, drugače. Mislim, prav užival sem, pa vrhunsko so se zadeve tudi iztekle, ker slučajno sem si glih še en pulover vrgel v kovček, ki mi je ful prav prišel, ker drugače mi smo pač se prestavili v Montpellierju, potem tako smo 2 ure tam čakali, ne vem, ob polnoči do tako 2 zjutraj, ne, in v bistvu glih prav sem imel za obleč lepo, da nisem zmrznil, pol pridem na avtobus,
ker na avion mi niso pustili niti powerbanka vzeta. Ne. In pridem lepo na avtobus, ne samo, da je zraven mene bil plac, da sem se lahko razkomotil, ampak evo, še USB port je Kaj, če bil. niso dovolili na powerbank? Powerbank, Ja, če imaš za- čez 20.000 mAh, ti ga vzamejo. Je neki so komplicirali. Ne. Ne, pravilo je, čez 20.000 mAh ne smeš s sabo na avion Ne, vzeti. moraš imeti dovolilnico, ampak jaz sem vnaprej šel po tako. dovolilnico, zato je do zdaj je pa zmer šlo, ampak zdaj je bilo pa neko pravilo. V glavnem pač Moji so vsi do 20.000. Mm. Jaz imam 3 tele powerbanke. Ja, si ga bom mogel umisliti, ampak v glavnem, no, powerbank je v Fiesti vstopal. Ampak ok, sem prišel ob 7:30 na avtobusno postajo v Barcelono in nikjer nobenega šatla. Ne. Okay, kako bom zdaj prišel, a taksi vzamem ali kako do hotela in dam lepo na Google Maps in hotel, tako jaz sem. Meni se zdi, da je bil hotel 19 minut hoje stran v Barceloni. Ej, pač tu se mi je tukaj lepo poklopilo, v glavnem lepo se sprehodim do Ja, vse lepo hotela. poklopili, jaz sem mogel pa letalsko karto plačati, zdaj Ja. domov prišel, Ja. dečko. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj si povedal zgodbo, ne? 30 klicev narediti. Ja, zdaj si pogledal zgodbo iger, reality versus zgodbice. Kad nisi bil nič slišati, da uživaš. Ne? Ne, pač, a veš, tu bi je polke nazaj. Nazaj si bil pogledaš. kar fajn, prestrašen, kako boš prišel. Ne? Ja, ful. No. Ampak mislim, na koncu se je vse pač. Pa tudi nočni, Ja, prestakalo. nočni avtobusi, narediti po noč z avtobusom skoraj ure kilometrov, ne? Ali pa 800, ni prav poseben užitek. Vem, ker so nam enkrat letalo odpovedali, pa sem šel. Oh, fuck, vi ste cel dan potovali nazaj. S Flixbusom iz Aj, Dunaja v iz Ljubljano Dunaja v in Ljubljano. čist nič uživanci ni tam. Ne. Ja. Tudi če imaš vse powerbanke s sabo, pa dodatni kapucar, pa še če si z mokronogom od domačo klobaso, ni bilo tam nobenega No, ampak užitka. takrat smo tudi mi ustali. Ja, vi ste mi pa smo z rentakarom. Mi smo pa z rentakarom prišli nazaj in ko sem šel jaz mi smo potovali iz Münchna in ko sem šel jaz, ko smo šli za rentakar vprašati cene, ne, so bile tako za en dan najema, tako od 1000 do 3000 evrov. Kva? Ja, Ja, nekje, bolane cene. nekje nam je pa rekel, da ima samo še Kia Sportič in smo mi rekli, koliko pa je najem, pa prav, ja, 7000 evrov. Kjer je To modelu barabe, rečemo, ej, stari. pa se Daj, je ne bomo kupili, vse bomo najeli. In je rekel, to imam, če hočete ali pa ne. Tako da potem smo. Pa ste še pa peš. Ne, pa sem pa v bistvu eno ful dobro foro smo izvedeli, ker to je bil problem, da je šlo pol to čez 3 države in je zato tako drago, ker smo hoteli tu Slovenijo. Ne. Pa smo pa najeli avto za en dan z vračilom v Celovcu, je bil pa mislim, da nekih 700 evrov smo dali. Pol sem ga jaz samo naslednji dan sem ga vrnil v Celovec na letališče in V bistvu ste se pa do Slovenije pripeljali. Ne? Ja, seveda, ne, se je bil Ja. za en dan, kamorkoli smo se lahko peljali. Ne. Tako da, če bo kdo imel rentakar, naj ga vzame do Celovca, ker je 3-krat cenej kot do Ljubljane, pa ga naj pol naslednji dan vrne, pa je vse v redu. Jerry, ali električen Volvo, ki je bolj varčen, kot je bil? V bistvu, ja, je kar. Mislim, zanimivo je predvsem zato, ker je pač poudarek na dobrem dosegu, ampak se pa vidi, da je vseeno, mislim, kako bi rekel, Volvo pač tu drugačen, kot je včasih bil. Ne? Torej, vidiš ta poudarek, lahko bi rekel, skoraj da je malo kitajski, glede na svoje korenine. Ne? No, ok, ampak če smo se, jaz sem se zdaj, imamo na testu električnega GLC, pa se peleš normalno po avtocesti s porabo 20 ali manj. Kaj to pomeni, če se s tem Volvo Pa s katerim Volvotom si se sploh X60. 60, če se z X60 postaviš na avtocesto, oziroma kakšno ste imeli trasno, verjetno ste imeli kombinirano traso. Ja, mislim, ampak predvsem tako avtoceste, pa mislim, ni bila zahtevna vožnja, tudi ni avto, da bi se z njim neki dinamično vozil. Ne, jasno, ampak kakšno si porabo, kakšno ste porabo naredili? Meni se zdi, da je bila tam okoli 20. Kaj pa oni pravijo, koliko avto porabi? Mislim, oni, ja, tudi nekaj tazga, oziroma zdaj iz spomina čisto točne številke. Mi smo imeli na Danskem, smo imeli Tavelsko, ne, ES90 in je imel kar težave s porabo. Ne. Tako da tle pač morajo kar orang delati na porabi. Ne. Ampak glede na to, da je Volvo pod Kitajci, bojo to že zrihtala. Ne. Ja, itak.
Mislim, ne, drugače pa avto predvsem udoben. Mi smo testirali dve različne verzije, torej P6 pa P10. Tukaj je seveda pač višja, ki je številka, v bistvu večja je zmogljivost, ne, pa v bistvu P10 recimo ima tudi še potem štirikolesni pogon, zaradi tega, ker P6 na zadnji. Ampak mislim, zanimiv avto, pa predvsem mi je bilo pa tu všeč, da v bistvu tudi združuje, kako bi rekel, to Volvotovo misijo varnosti. Zaradi tega, ker to je v bistvu prvi serijski avto, ki ima, kako bi rekel, pač pasove, ki se glede na okoliščine se prilagodijo. Avto te zmer, Ja. koliko si velik, koliko si težek. In glede na to prilagodi za tezno silo. Ne? Ja. Meni se zdi, da je 11 ali 14 različnih v bistvu nastavitev in pač glede na tip, glede na različne senzorje, v bistvu potem to sproši. Šit mene pa Ciril pol za gurt, ne prepel. Stari, ovom brž lang stopla. Cool, ja. Moj žiriček, super. jedva iz Barcelone, da je porabo pozabil. Ali pa živo na avtobusu vsake čas, dobro si tu. Dobro si pričico zapakiral. Ja, le, tako je, le. Tako se zgodi se, ne? Zgodi se, le. Mislim, zdaj vem, da pač, mislim, zdaj recimo, ko sem naprej, sem pač ena 4 datum čekiral, tako da. Ja, sej, Napake se učimo. kar čekeri datume. Sej, da noš mislil, mi letimo tudi že več kot 20 let, seba, ki je že prastar, že več kot 30 let. Živi fosili je njegov najljubši band. Živi fosili je njegov najljubši band. Ej, ne, ampak jaz vsakič 4-krat čekiram ta datum, še zdaj. Pa nisem še, jaz sem prišel en dan prek malo enkrat na let, ampak hočem reči, sem tudi že kakšen, zamudil sem lani enega, tudi jaz. To je, lej, se zgodi. Ampak jaz tudi 4-krat čekiram let. Zato, ker sem pač, kdaj že tik pred zdajci ugotovil, da je treba kamit, no. A ne? Ja. Jaz mislim, da moramo dati zdaj besedo, Jureta. Jure, kaj pa ti kaj? Mislim, malo sem utrujen, ko me čakam do pusta. Ti si utrujen od misli, ker veš, da moraš jutri na sup ostati, Ne, to me ne tak. To je brez veze. Dej povej, a se vozil kaj z motorji že letos? Vozil sem se z motorji, sicer sem mnenja, da sem se premalo vozil z motorji, ampak se tu bomo zdaj zelo hitro popravili. Bila je ena lušna mednarodna predstavitev, v bistvu bi bil en tak road trip, ki ga je organiziral BMW Motorrad Slovenija pa Mini Slovenija. Ki ga je meni Kitajska odnesla. Ki ga je tebi Kitajska odnesla, smo se zelo fajn imeli, pa jaz sem končno sedel na motor, ker sem ga vedno gledal tudi, pa mi ni bilo jasno, zakaj hudiče na svetu tukaj GS-u, tega motorja, ne da ga ni, ampak je pa v bistveno manjšem številu na cesti, gre pa za BMW potovalnik R1300 RT v novi generaciji. A to je policijski, a ne? Policijski, ja. Se policaji vejo, zakaj ga imajo, ne? Pa policaji po celem svetu, celo v Ameriki. Ne? Celo v Ameriki, ampak ti veš, da imajo ti motocikli, ameriški, policijski, imajo že serijsko Krapovič izpuhko. No, še to. Da ne. Ja. No, v glavnem gre za velik, udoben potovalen motocikl, ki je seveda tudi zelo težak, pa močan tudi, ampak v bistvu jaz sem pričakoval, da bo tako, nisem pa pričakoval, da bo tako dobro. No. Pač takrat, ko ga ti iz tačke spraviš, če so včasih rekli za Spitfireja, legendarnega, ki je zmagal bitko nad Anglijo, da je na tleh kurba v zraku, pa baletka, ne. Težke besede, Jure. Tako so piloti rekli. Bi jaz rekel, točno to je GS, ne. Tisti hip, ko ti... Ne GS. RT. Tisti hip, ko ti tačko dvigneš in speleš, si rečeš, ta motor ima težišče 2 metra pod zemljo, ne. In ob vsem strahu spoštovanju, ko prvič sedeš na tak motor, za mene je bilo to prvič res tako težek, ne, ta motor ima praktično 230 kg nosilnosti tvora. Ne, tako, če ti ta motor polno naložiš, pa z vsem pripravljeno vožnjo, je praktično pol tone. To bodo zdaj harelisti rekli,
Ja. Moj je brez, da kaj ne ležim tako težek. Ampak res, jaz mu rečem kar gospod GS, plus tega, da bi... RT, ja. Gospod RT, plus da bi upremljen samodejnim menjalnikom. In ko se ti enkrat, ne glede na to, kako zavita cesta je, ali se peleš po avtocesti, na avtocesti sploh blesti, ampak ne glede na to, kako zavita cesta je, si rečeš. Mislim, jaz bom dal zdaj kar en močen statement, pa tudi eni se boste strinjali, drugi boste rekli, tisti čist na glavo, ampak jaz mislim, da je RT v tem trenutku, ali pa že tudi dolg časa, v resnici BMW-jev najboljši motor. Ne. Probal sem tudi GS-a, tudi lani smo ga imeli atmosferci na testu, glih tako z avtomatskim menjalnikom, isto ful dober motor. Ampak glede na to, da se večino GS-ov redko zapele z asfalta, če gledamo, koliko jih je na cesti, redko zapele z asfalta na neke slabše poti, je odločitev jasna. Ne? Če bi spet na loto zadev, ne? Pa bi si iskal potovalni motocikl, bi si vzel oba. Ne, bi pa vzel RT-ja. Ker za Makedan bi vzel nekaj bistveno lažjega, ki je GS. Velik GS je pretežek za Makedan. Za Makedan bi si vzel pa pol GS-a iz Sicilije, ne, to je pa 450, ker smo ga pa tudi klej vozili in se je sam še enkrat pokazalo, da bo to, sem prepričan, izjemno konkurenčen motor. Ne. Jaz se na motorje ne spoznam, to vedno poudarjam, ampak je bilo zanimivo gledati tudi že, kako je ta mal 450, kako je dejansko bolj droben, pa lahek, pa deluje nimble, tudi pri šoferju vidiš, kako se vse skupaj drugače pa hitrejš zgodi, ko do zadaj peleš. Namreč jaz sem malo pelil pred grupo, malo za grupo, malo smo na razno vozili veliko skupaj, ampak še ne drugega sem pogotovo, da tam so 4 različni motocikli, ali kako Jure, ali 5 različnih, 4, meni se zdi, ne? Po izvedenkah pa tako, ampak skozi so se menjali, ampak ti zbi pa kar večino časa na RT-ju. Kaj se Jure enkrat zaljubil, so se uni lahko menjali na uni. Ker se menja skupina, Jure je tako, gre pa spet pride nazaj do tega, tako skozi se namotil, da je bil na istem. Včeraj smo se z dr. Krebsom dopisvala, ker sem jaz en post glih objavil o tem RT-ju, ne. Pa mi je on sliko poslal, je rekel, kaj češ pa pričakovati, to je nemški bokser, ne. In tudi ta zveznost tega agregata, ne, tu res, mislim, poročiti to ciklistiko s tem motorjem je nekaj najbolj čarobnega, kar so naredili. Ampak se tudi zato verjetno ga imajo policaj, ne? Ja, seveda. Prvič zaradi tega res totalno vladljivosti, drugič zaradi tega motorja, ne? Ta njegov torki motor, ne? Zdaj se spomnim, smo se pelali gor čez Podkoren, ne? Veš, kaj odpreš, motor ti prav pove, ne živčen, ampak odpreš, pa uno zvezno potegne, tako pač, ja, čisto sem bil blown away in je res zanimiv motor. Hkrati je pa to motor, če se upaš, ne, jaz absolutno povem, pa tudi ni bil to moj namen, pa tudi motor ni tak, ampak če si pa navožen toliko, je pa ta RT lahko taka barabca, da boš kufri po tleh drajsel, tako ga nagneš, ne. A imamo, si ne predstavljam te pokrajine, kdo je pa pol največji tekmec temu motorju, kaj ima, Honda, kaj? Honda ima zagotovo, se tudi sam BMW ima še višjo klaso potovalnika, ne, reče se mu GT, ne. Veš, kaj je direktna konkurenca Hondi Goldwyn, ne. Ampak mogoče stara Honda, ki je bila direkt konkurenca RT-ju, je bila na primer Honda Pan-European, ne. Ali pa ta nova Honda in ta nov model, ki pa sploh se mi zdi najbolj prodajan potovalni asfaltni motocikl v Evropi, tu je pa Honda 1100 NT, ne? Pa je tudi na voljo z dvosklopčnim menjalnikom. Ne? Ampak ja, pač res izdelava tega, kako se gor počutiš, kako prilagodiš vetrno zaščito, kako dobro vidiš ogledala nazaj, asistenčni sistemi, luč zjutraj, ko smo šli iskat sončni zahod, ne? Vzhod, no. Pač res hudo, no. Dobar. Kaj se mi zdi, da je BMW, pustimo ciklistiko pa se res prednjači tudi z asistenčnimi sistemi, ne? In tle jim je treba dati kapo dol, pa tudi samodejni menjalnik, zdaj verjetno je tle še hujš, kot pri avtomobilih, ki se ga ljudje izogibajo. Pa čeprav jih
pol teh, ki se ga izogibajo, ne vejo, zakaj se ga izogibajo, ne, je pri motociklih, se mi zdi, samodejni menjalnik več kot samo menjalnik. Kako pa deluje? Kako ti speleš? Kako imaš? Sam gazdaš, kot na skuterju. Aha. Pač kar na skuterju, s tem, da kle nimaš ročice sklopke, ne. Pa naprimer Honda ima rešitev pri DCT menjalniku, Meni je to boljše. da šaltaš na stikalih. Kako pa kle? Kle imaš pa na nogo, čisto Kle imaš pa klasično. Sam ne rabiš sklopke nič uporabljati in dejansko ti ta menjalnik ne vzame nič. Ti, kadar hočeš manual voziti, sam vedno se ti zgodi pol tisto, kar se zgodi tudi v avtu. Redko, ker da v manual pa začne na ročico pretikati ali pa sploh na to ročico in kle je pač podobna stvar. Ne? Pa tudi zdaj ena stran motoristov kriči, lej tega Gregorčiča, pameten je, zmešalo se mu je, kaj ti ni jasno. Ampak se to številke spet prodajne govorijo. Jaz sem mnenja, da na takem motorju, ko je RT, ko je GS, ko je Honda Goldwing, absolutno samodejni menjalnik, zato ker je vožnja toliko bolj sproščujoča, toliko bolj natančna lahko in tako, ampak kar se pa Precej bolj enostavna, Ja. pa tudi v kritičnih situacijah tako. je samodejni menjalnik drugače reagira kot klasičen. Ne? Ker pri klasičnem moraš ti, recimo v kritični situaciji, ki ti na polno bremzaš, moraš ti sicer sklop stisniti, pa bog ne da ti pol na koncu crkne, ker pa pride do tistega efekta, ki hoče motor ostati Pa imaš pa problem. zagnan, pa imaš problem. Ne? Tako da tega tle ni. Ne? In jaz se tudi strinjam. Jaz mislim, da pri avtomatiki na motorju res nimam čisto. Tudi pri BMW-ju so povedali, da pri novih motorjih da se procentualno že giblje tam proti 60%. Ne? Se pravi, so že z polovico, kar se tiče prodaje samodejnega menjalnika. Ne? Je pa jasno, da na enem takem motorju, ko boš upati na pisto ali pa kakšnemu light enduro, tam pa sploh ni vprašanja, ne, da me ne ostane narobe razumeli. Ampak govorimo o tipu motorja, ki sem ga jaz vozil, bi pa absolutno zbral samodejni menjalnik. Dobro, imamo še kaj za povedati. Imaš ti še kaj glede lučeja? Jaz Ja, mislim, da ja. moramo povedati, tudi, da smo imeli par zanimivih testnih avtov, ki boste itak si videe pogledali. Ja. Ampak Oprosti, te lahko za sekundo prekinem, ker si Ja. ravno to omenil, da se mi zdi smiselno poudariti to, da včasih smo v bistvu veliko bolj v podkastu po seznamu šli in smo odkljukali, kako je že pravilno, vsak test na avto. Zdaj vas pa pozivamo, da objavljamo praktično vsak ali pa skoraj vsak test na avto, če je svež, v smislu prihoda na trg in tako naprej. Objavljamo videe na 4 različna družbena omrežja, Instagram, Facebook, YouTube pa TikTok. Včasih kakšna dolžina mal odreže kakšen kanal, ampak se trudimo, da pač komuniciramo te testne avte na družbenih omrežjih in vas vabimo, da greste tudi tja kakšno stvar pogledati. No. To sem hotel reči, ker se drugače se ziher ne bi spomnil. No. Kaj si hotel izpostaviti? ne, hotel sem pa izpostaviti, ne, da smo prišli v situacijo, ki je zdaj pa, hvala Bogu, evropska avtomobilska industrija začela kazati nazaj zobe, ne, tudi kar se tiče novih pogonov in vsega tega. Ne. Predvsem govorimo o električni učinkovitosti. Ne. Zdaj par avtomobilov smo dal čez, v kratkem pride video električnega CLA-ja, pa sva s Sebatom tudi pripravila že video hibridnega CLA-ja. Tako je. Hočem povedati, da z električnim CLA-jem 500 sploh ni vprašanj. Ne? Pač prvi avto, ki sem ga jaz vozil, da sem brez pomisleka presekal magično mejo 500 km, ali pa če vam povem drugače, cel teden sem se domov vozil, pa ga enkrat na filu, pa imamo v eno stran 65 km avtoceste ali 63, pa pol še do hiše na lazih. In dejansko z učinkovitostjo smo prišli tja, kar je naprimer Robert Lešnik napovedal tudi v tem podcastu, da se bo zgodila, pa tudi ni sam Mercedes stane. Zelo prijetno je presenetil tudi nove klase BMW iX3. Bomo tudi video pripravili. Skratka, vse dogaja in hvala Bogu se je evropska industrija tudi tukaj začela mišice kazati nazaj, tako da jaz se kar veselim prihodnosti. Pa Ciril, kaj ne smeva midva pozabiti, ne? Držno derko sva odpalala, ne? Ni bila čist derka, no, ampak Ja. zgodil se je eno srečanje
In si sploh nisem mislil, da je tako močna ta kultura, pa subkultura teh Can-Amovih trikolesnikov. Jaz vam čisto po pravici povem, da jaz sem fan skoraj vsega, kar se premika, ampak te trikolesniki mi niso pa nikoli v oči padli, ampak zdaj, ko sem se pa vozil praktično 3 dni tudi v zelo zahtevnih vremenskih razmerah in več kot 300 iz cele Evrope, pa tudi sveta, se nas je zbralo pod Glosgloknerjem na tisti super lepi alpski cesti. Moram pa reči, da je te Can-Amovi trikolesniki, da so me pa presenetili za svojim značajem, ki povezuje v bistvu avtomobil pa motorne. Ima zelo avtomobilske kolke spredaj, kar pomeni veliko oprijema, veliko stabilnosti, zelo zanesljivo zaviranje v težkih razmerah, vodljivost dobra, noge ne rabiš dol, rikvrc ima, hkrati pa reagira na te motoristično krmilo, ne, se pravi, deluje tudi potiskanje krmila, se pravi, težo lahko prenašaš, balanco odrineš od sebe. Sam ne nagibaš se, ne? Ne nagibaš se toliko, malo se že nagneš, ne? Ena zelo posebna stvar je, da ga lahko voziš z B-izpitom, a ne Ciril? Ja. Tako da jaz sem vesel, da je tudi Ciril doživel ta prav motoristični krst dežjaka. Sicer smo ga porešili, ker prvi dan je prinesel unga iz Palerinco na gumbke, ne, pa je noč steklo. Ne. Malo sem se zmočil, malo me je zebel. Ja. To je tako, kot da bi šel v Severno morje z neoprenom izrezano lukenco za popek. Ne. A veš kaj, ampak moram reči, da sem bil bolj sam nase jezen, nisem sam nase jezen, nisem imel rešitve, moral bi reči za rešitev, ker je bilo res mrzlo, 9 ali 8 stopinj, pa dež je padel, veter je tudi vmes pihal, jaz sem imel pa poletne rokavičke. Ne. To pa je bilo, in pa smo nabasali na 2 uri pa pol, skoraj 2 uri pa pol dežja. In je bilo mučno, je bilo kar mučno. No. Škaj, res, na motorju moraš res paziti, ne? Kje se boš vozil, ja. V kakšnih razmerah se boš vozil, ja. Pa vožnja po soncu ali pa brez sonca, je dan pa noč. Ja. No, lej, sem ta krst prestal, ne, v bistvu je še tako, hecem, kaj se vse v moji glavi dogaja, ker sem videl, ok, dež je, vse imam dežjaka, ne, za noge je bilo v redu, za roke je pa to bolj pelerina, ne, ki je sicer, mislim, čez luknjo se je šlo malo, ne, ampak, hočem reči, da ker sem se vozil, sem najprej, dež, pa jaz tako, ok, se ne bo prehudo, pa naslednja stvar, zebe me, jaz tako, ta dež, koliko dež pa, še bolj dež pada, in pa je bila pa po 1 uri pa pol, je bila pa raven frustracije toliko visoka, ker sem rekel, ok, mi moramo to zdaj sfajtati, vsi smo v istem zosu, moja mama je rekla, ke vojska za vse. Pa sem šel pa v kontrasmer, pa sem pa rekel, ne me zdaj, ti me pa zdaj kar dej per, ker hočem, da še bolj pada. Pa greš pa v glavi v kontrasmer. Zakaj zdaj, a je to vse, kar mi lahko daš? Sem se počutil, ne vem, če se spomnite, Lieutenant Dan v Forrest Gumpu, ki sta bila na vodi, ki ga je na koncu že izzival. Sam da se nisi počutil, kot na 2 v butec in butec. Ne, mene je zebel, ampak na koncu šel na pas mater v smislu, kar dej, še mi dej. Dej mi še dežja, hočem biti čist moker, ne malo moker. No, ampak, ker smo šli nazaj, ne? Je bilo pa sansko. Ja, nagrajeni smo bili. Nagrajeni, ja. Pa še eno veliko pohvalo za Gasilsko zvezo Slovenije. Ne. Jaz sem bil zadnjič v naši sosednji vasi pri prostovoljnih gasilcih, pa sem jih malo spraševal, kako dobijo poziv. Imate eno krasno aplikacijo, super dela, ker drugače ste doskrat velja, da na zahodu je vse boljš, pa 5 korakov so od spredaj, pa ne vem kaj. Ne. A veste, mi smo spali v eni taki vasici, ki sem jaz rekel, kar avstrijska Idrija. In koliko je bilo ura? 2 po noč, 3 dni dež naliva, iz vseh grap je voda tekla in valjda so se dvigali hudourniki in splošni alarm za splošno nevarnost. In mi po koncu hočemo, tako kot so nas vedno učili, tudi v šoli, ne, pač take stvari ne moreš ignorirati in po koncu skočimo in gledamo, kaj zdaj, no, v tej vasi so gasilce klicali na kup z javno sireno in sprožili alarm za splošno nevarnost in
Mi smo gledali, ko mrš izmokava, nič nam ni bilo jasno. Jure, ti si imel v 12 sekundah hlače gor. Ja, mi smo redeli Oblečen že. jaz sem bil radi, ne. Jaz sem pa intervale takoj štel. Ja. Aha, Jure, 2x po 10 sekund, zdaj bo še enkrat po 10 sekund, Ja. to je splošna nevarnost. Splošna Ne, nevarnost. Ej, kaj je? Plas je. Ej, Ja, bojna. Tako da še enkrat Kaj sem- rekel, Rusi so ne, prišli. ne, jaz ko se že malo pomirimo, pa skoro, kva gledaš na telefonu? Gledam, če se Rusi napada. Ampak tako hočem reči, res, ko vidiš, kako je pri nas gasilstvo organizirano, tako da jaz vam še enkrat dam velike čestitke, pa tudi hvala vsem, ki ste v teh enotah, pa vidim, da res Gasilska zveza Slovenije ima to zorganizirano, saj glede na to, kar smo mi v Avstriji doživeli, 5krat boljš. Pa še ena stvar, tudi en video pripravljamo, jaz sem šel spet v tovarno Revoz. Ja. Kar velik tam, ne? Ja, sej moja hišna tovarna, zakaj pa ne? Ja. Mimogrede, Twingo se ful dobro prodaja, ker je dober avto, tu smo že povedali. Uvedli bodo tudi novo izmeno. Bojo. Bodo, ja, ker so zahteve iz trga vedno večje. Bil sem pa tam, naredili so eno zelo zanimivo prezentacijo, oziroma ob vseh letih, kar sem avtomobilski novinar, sploh nisem imel še nikoli tako podrobne predstavitve tovarne. Poklica so tudi novinarje iz praktično celega sveta, tudi iz kitajski novinarji so bili. In je v Revozu, na primeru Revoza, Renault naredil z zelo konkretnimi številkami, kako napreduje zanesljivost njihovih avtomobilov. Ne? In ena stvar, naprimer, ki mi je takoj v oči padla, je, da v določenih evropskih državah ima Renault že pogodbo z izvajalci pomoči na cesti, kar pomeni, da takrat, ko pride klic, da se je zgodila neka okvara, enega od pač modelov, dobi njihov razvojni center v roku pol ure informacijo, zakaj je ta avto obstal. In so drastično znižali tudi razne okvare, ki se zgodijo predvsem pri štartu novih modelov, tudi kot posledica. Ne? In so tudi povedali, kako pomembna je bila pri razvoju Twingo ta cikel, da so mnogo, poleg vseh tistih klasičnih testov, ki se jih pač nov model zahteva, da so pripravili floto zamaskiranih avtomobilov, ki so jih poslali na ceste, pa so jih vozili zaposleni. In so imeli vsak torek briefing, vsaki tovarni, ne? Mislim za Twingo konkretno v Revozu, in so pošiljali naprej, kaj so ugotovili, kje je kakšen bug. In tako zelo zanimivo, pa zelo zanimiva mi je bila tudi nova soba v Revozu, bom rekel, kar armaturna plošča cele tovarne. To sem videl, ja. Je res tako zelo high-tech narejeno, pa pač ti imaš VIN številko in v vsakem trenutku za avto, ki je proizvodnji, ali pa avto, ki je bil v proizvodnji, dobiš praktično pogled vse. Od tega, od meritev do kje trenutno je v tovarni, kaj se z njim dogaja in tako naprej. Skratka, bo en tak zanimiv tehnično fascinanten video, ampak za začetek bom objavil predvsem to kontrolno sobo, da boste videli, kako to v praksi funkcionira. Ej, apropo bug, ne rečem, da je to bug, a si ti pa probo pri GLC-ju, tisti, ki se mi je zgodil? Ja, nič ni bilo tazga, kar si ti opisoval. Še jaz, ki ga imamo še, testiramo Mercedes za GLC ta-noga, pa moram še nekaj sprobati. Nam neč rekel, dokler se ne prepričam. No. Vmes smo pa en bug, apropo bug, sej prav, da rečemo kakšno, pri Citroenčku pa so merilniki malo hecali, ne? Si rekel tebe. Ja, jaz sem prišel noter, sem užgal avto se je normalno postavil razen voznikovega zaslona. Pa naslednjič, ko smo bili pa spet v redu. Pa smo ga pa en vikend pustili počivati, v ponedeljek zjutraj se je pa naredil Francoza. Francoza, pa kao, da ni ništa in je vse pokazal. Ne? Je vse normalno pokazal. Ne prvi, pa ne zadnji. Ja, okay. Jaz sem bil še nekje na hitro vmes. Ja, daj povej. V Švajcarskoj. Ja. V Švici. Škoda Epic. Ja, se res. Škoda Epic, ja. Zakaj v Švici? Valjda zato, ker je bilo svetovno prvenstvo v hokeju. Škoda že 100 let. Ne 100 let, ampak veliko časa pa veliko časa pa ja, sponzorira hokej.
sej hokej je tudi v njihovi deželi kar popularen, po mojem, šport številka 1. Tako da šel sem pogledat najmanjšo Škodo. Če sta videla peljala najmanjšega Volkswagena, valjda je Škoda tudi naredila najmanjšo Škodo. Ne? In kaj je ta Epic? Je luštno? Epic. Okay, kakšen je ta Epic? Zakaj sem ti zdaj lušten? Najmanjša Škoda do zdaj. Ampak to je Električna? Ona bo konkurirala ID Crossu. Crossu, Ja, ja. Crossu se pravi ni tako, kot je bil čas Up pa Citigo, ampak je pač Epic je, recimo, prostornejša ta mala Škoda. Kaj ne ti rečem, ne vem, slabih 30 centi je krajša od L-Rocka. Meni je L-Rock v bistvu kar všeč, oblikovno zelo všeč. Epic je neka podobna zgodba, čeprav pravijo, da je narejena iz Škodinga novega dizajna, pa ni čisto, ker je bil že Epic, je že malo povzel te mere. Glede na to, da je bila statična predstavitev, smo jo res samo gledali, ker bomo pelali, bomo lahko kaj več povedali o tem. A ima luknjo v prtljažniku, tako kot ID Cross? Pa veš, da ima, meni si doma. Mislim, da ima. V glavnem, baterije, ne vem, kakšne so pa radiju, zdaj iz glave, ampak tle je 38,5 pa dobrih 55 kW. 52 neto, a tako Jure. Ja. Ne. Ja, se to je. Ja, Ali pa verjetno ta velika. ja, če bo, v glavnem, kaj me je zmotilo? Me je zmotilo to, da saj na začetku ta avto ne bo prav pocen. Aha. Mislim, da bo pač najbolj opremljena različica. Mislim, da je tudi cenik pri nas že od zunaj. 36,000 €, kar se mi zdi kar velik. Možno bo na začetku kupiti First Edition, ki bo še 2 € dražji. Se pravi 38,000 €, kar je pa v tem trenutku bistveno več, kot lahko kupiš L-Rocka. Tako da to je malo tako. Mislim, da se bo ta cena tudi za Slovenijo še, ko bo ta avto prišel ven, spremenila. Drugače pa poudarek pač na prostornosti v notranjosti, ne vem, več kot 440 km dosega obljubljajo, več kot 400 pa še nekaj litrov prostora je v prtljažniku, noter se sedi dobro, zgleda v redu, kako bo pa jaz mislim, da odvisno vse od cene, pa tudi v končni fazi, ko ga bomo prvič peljali, bomo lahko kaj več povedali o njem. Mogoče se pa super dobro pele, pa bo verjetno z tega stališča komu všeč, tako da. Jaz sem... prost. Ne, počakajmo pa vidimo. Jaz sem... Tripa. Kaj? Lučko tripa. Aha, se bomo včasih zaključili. Jaz sem tudi pelil en avto, ki se pa super pele, ampak nam nič danes o njem povedal. Cuprin Raval je zelo lušten avtoček, ampak sem en video sem že naredil, pa še en pride, tako da bodite pozorni. Skoraj izgašmorna. Ja. Ker mislim, da tudi, da bojo Ravala pa to Škodo delali v isti tovarni. Dečki, imamo še kaj, ki nam Lučko tripa, da nam še omenjati pa prekinjati? Jaz mislim, da ne. Ne, mene sem ta cena skrbi, ker Škoda, tu si boste pa mogli natočiti čistega vina. Čistega pera. Čistega pera, ja. Ali pa čistega pera, ja. Dajmo zaključiti, da ne bomo imeli kakšen problem s hranjevanjem ali pa česar koli. A bo kdo rekel adijo? Nasvidenje. Živa. Hvala, ker gledate. Adijo. Jerry, res nisem stopnil, ne. Ne rdečo, ampak modro. Mislim črno. Ne, 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 ne,